Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Tokrat malce drugačna epizoda podcasta MoneyHow. Naredili bomo nekakšno strnjeno analizo slišanega. Zato sem poimenovala to epizodo Money Log, kot nekakšen captain's log oziroma zapiski glavnih ugotovitev, pa tudi dialog, morda nekoč v prihodnosti tudi monolog ali kakšen drug log o ključnih spoznanjih za utrjevanje slišanega. Money Log bo stalen feature podcasta MoneyHow, brez ovinkov, brez dlake na jeziku, straight to the point. Dobila sem ogromno vprašanj. Hvala vsem, da ste jih poslali. Številni ste v dilemi, kako se sploh lotiti varčevanja ali investirati v vzajemne sklade, delnice ali ETF-e, preko katere platforme trgovati, koliko denarja investirati, ali je zdaj pravi čas za investiranje. Prišlo je tudi veliko vprašanj glede nepremičnin. Precej poglobljeno smo o nepremičninah govorili na brezplačnem webinarju Nepremičnine pod lupo. Posnetek je objavljen tudi na YouTube kanalu Marja Milič. Vabim vas, da si ga pogledate. Hkrati pa vas tudi vabim, da se naročite na e-pismo preko spletne strani businessspace.com, da boste pravočasno seznanjeni z live dogodki, ki jih bomo pripravili. Link bo tudi v opisu podcasta. Na vse to in še veliko več v tokratni epizodi Money Log z gostom Andražem Grahkom, ki je poznavalec kapitalskih trgov in s katerim bova odgovarjala na vse dileme in izpostavila bova tudi ključne ugotovitve, ki vam lahko pridejo prav pri upravljanju denarja. Skratka, to je to. Andraž, zdravo, greva kar v akcijo. Živjo. Čez par dni bomo vstopili v mesec maj. Znani borzni pregovor pravi sell in May and go away, but remember to come back in September. Je kaj na tem? Pišejo mi namreč številni mladi s dilemo in niso prepričani, ali bi zdaj investirali po 12 letih bikovskega trenda na borzo. Kaj naj zdaj storijo? Ali je kaj na tem pregovoru? Ta pregovor temelji na sezonalnosti, ki se je večkrat izkazala že v preteklosti v zgodovini delniških trgov. Seveda je pa toliko bolj aktualen, zato ker tečaji nepopustljivo nekako rinejo v višave in ljudje se sprašujejo, kdaj bo končno že prišlo do neke korekcije. In zdaj, če gledamo, da praktično je ni bilo pa te korekcije od začetka lanskega leta, potem je seveda neizogibno, da bo enkrat prišlo do neke korekcije. Bolje vprašanje, kako globoko bo pa kaj jo bo spremljalo. Tako da zdi se, da so letos te možnosti bolj naravnane na ta scenarij, da bi lahko skozi jesen pa čez to poletje mogoče prišlo do neke korekcije na trgih. Zdaj, v kakšni obliki pa bo, pa je težko reči. Lahko mogoče tudi malo opozorimo na določene, tiste črne pesimiste, ki opozarjajo, da bi lahko bila ta kolekcija tudi malce globlja kot ponavadi, da se lahko razplamti tudi v kaj bolj konkretnega, ampak več o tem mogoče v prihodnosti. Ti si rekel v podcastu, ko smo prvič govorili o borzi, da te v bistvu niti dolžina 12 let ne preseneča. Ja, če gledamo malo nazaj pa študiramo dolgoročne cikle na borzi, mene bolj preseneča to, da ljudje niso sposobni narediti domače naloge pa pogledati zadnjih 100 let, ker če odpremo ta graf, recimo, lahko vidimo, da smo imeli včasih obdobja tako imenovanih medvedjih trgov. Medvedji trgi ne pomenijo, da tečaji ne morejo tudi vmes rasti kakšno leto, dve ali pa tudi dlje, ampak večino časa prevladuje trend, ker tečaji nekako so šibki ali pa upadajo. Nekako se skozi čas izmenjujejo neki taki dolgoročni, tako imenovani sekularni trendi medvedjih in bikovskih trgov. Zdaj, bikovski trgi so ponavadi rahlo daljši, lahko trajajo tudi 10 do 20 let. Vmes so seveda predahi in so neki taki, ko bi rekel, premiki navzdol, lahko tudi do 30-40%, ampak skupno imajo te bikovski trgi, da neizogibno grejo tečaji višje in na koncu tega 20-letnega nekak trenda so večkratniki, ki so jih vlagatelji naredili na investiran kapital 20-30 krat recimo vložka, če bi začeli 20 let nazaj. Medtem, če to začneš na začetku medvedjega trga, si včasih lahko zelo, zelo vesel, če si sploh prišel s plusom, nekim plusom čez, ali pa si 2-3% mogoče naredil v 10 letih. No, klasičen recimo zadnji sekularni medvedji trg zame je bil od začetka v
2000 letih, ko je počel IT balon in potem smo praktično do konca finančne krize videli en res zelo naporen trg. Skozi je bilo samo navzdol, navzgor, pa tisti navzgor nikoli ni poravnal vse izgube. Tako da, če pogledate recimo ameriške delniške ali pa svetovne delniške indekse, pa tudi DAX recimo v Evropi ali pa evropske delniške indekse, boste videli od 2000 praktično do tam nekje oktobra 2008, marec 2019, odvisno malo različni so bili je bilo to dno na različnih trgih, v bistvu je bil zame sekularni medvedji trg. Vmes se nam je pa vse živo dogajalo, pok IT balona, padec dvojčkov, jaz sem temu rekel desetletje strahov na nek način in ta VIX je takrat prišel v spredje, strah, volatilnost in vsakič je volatilnost udarila in to je pravi medvedji trg. Medvedji trg ni, da gre 10 let samo premo črtno navzdol, ampak da v bistvu so te premiki navzdol močnejši in bolj intenzivni, kot pa v bistvu te odboji navzgor, ki pa včasih lahko trajajo tudi vmes 3 leta. Ja, ampak zdaj številni mladi, ki nam pišejo, pa ne samo mladi, praktično vsi poslušalci, ki nam pišejo, zanima ena stvar. Ali zdaj, danes, po 12 letih bikovskega trenda investirati? A se splača počakati na korekcijo na trgu? Kaj zdaj storiti? Številni so v dilemi. Kaj bi ti rekel? Ja, mislim, tisti, ki nekako verjamejo v to, da pač bo tudi v prihodnosti investirali, imeli neko logiko, da bo imeli neko vsebino, ne pa samo FOMO, the sky is the limit to the moon in gremo dalje. Tisti pravijo, da se v resnici je treba biti previdno in da bi se splačali počakati za večjimi investicijami. Zato, ker recimo taki praviloma izpostavljajo nekako osnovno matematiko pri investiranju in to je, višje je vrednotenje danes, torej večkratnik plačujemo za dobiček, ali pa bolj so delnice, bom tako rekel, bogato vrednotene glede na druge oblike naložb in to definitivno so, nižji bodo donosi v prihodnosti in potem delajo razne regresijske enačbe in razne modele in moram reči, da jaz to kar podrobno tudi spremljam, ker sem sam tudi zelo previden zadnje čase postal, ker se mi vsem zdi, da nam je ogromno poklonjeno, kar se tiče donosov in recimo določeni izračuni tukaj kažejo na podlagi ciklično prilagojenih dobičkov, torej to so neki dobički, ki so dovolj trdni, da zdržijo tudi cikl, da bojo prišli nekako nazaj po recesiji, če se zgodi in te kažejo, da mogoče bi lahko bil donos v naslednjih letih za nekoga, ki ves denar danes investira, lahko tudi do minus 10% letno praktično. Ampak moram pa druga stvar reči, da te glasovi, lahko rečemo razuma ali pa medvedi ali pa pesimisti so zelo zaničevani v tem trenutku na trgu, nihče jih prav preveč resno ne jemlje. To pa zame še ena dodatna, rekel, rdeča lučka, ker v bistvu ponavadi je tako, da tisti, ki so malo, temu se reče contrarian, torej nasprotno razmišljajo, ko so vsi optimisti, praviloma se izkaže, da imajo nekaj na svojih tezah in čist zanemarjati to ni dobro, ker če ne rataš pristranski. Tako da jaz tudi podrobno spremljam recimo določene posameznike, ki postajajo zmer bolj previdni, kar se tega tiče. Naprimer Jeremy Grantham, Harry Dent in take stvari. Vse to lahko najdete tudi na YouTubeu, njihove teze, intervjujih za različne finančne medije, tudi povsem resne medije, da ne bo pomote, kot so recimo Bloomberg ali pa drugi, ki pokrivajo različna stališča glede trga. No pa sej, to je že iz zgodovine jasno in znano, da ponavadi so to zelo osamljeni jezdeci, biti na nasprotni strani brega, ko rine čreda v drugo smer, je težko. Težko je biti prepričljiv, ker vsi verjamejo v nadaljno rast, vsi verjamejo, da bo pravljica se nadaljevala. Tako da v bistvu je, ampak se mi zdi pomembno, da se opozori, da ko iščemo informacije o smiselnosti neke naložbe, da vedno poiščemo sočasno tudi kontrainformacije, tako da dobimo v bistvu dva vidika, prednosti in slabosti. Ja, absolutno. Mogoče še eno stvar, kar bi rad poudaril. Tukaj so zdaj imela debato o tem, da celoten znesek, ki je recimo bil na bančnem računu in nekaterim se tam denar lepo kopiči, kar naenkrat prestavimo na borzo. V enem dnevu se odločimo, da zdaj pa čas, da gremo mi na borzo. To je tak primer. To je primer, kjer danes dam in se sprašujem, kaj bo čez 10 let s tem denarjem in koliko bom zaslužil. Povsem nekaj drugačnega je, če gremo mi ubrati rahlo bolj varno strategijo, ki je tudi nižje tvegana, lahko vodi nižje donose tudi od povprečnih na trgu, ki so tam rečemo od 6 do 8, čisto odvisen, kam nekako investiramo, ampak govorim pa seveda o nekem periodičnem ali pa postopnem vlaganju
vlaganju, pa predvsem tudi, če imamo večji znesek, dajmo, to smo tudi že govorili, če se spomnimo nazaj, to na neke tretjine v bistvu razdeliti, ker če pa pogledamo to genezo borznega zloma, koliko hitro se to odvije, praviloma v 12 do 18 mesecih, torej v letu pa pol, te zlomi so danes še hitrejši. Naprimer, poglejmo si, kako izgleda tista stvar po Lehman Brothersu, kako je bil zdaj COVID v bistvu zlom. To so res stvari, ki se hitro zgodijo. Tako da, če nas čaka kaj pod površino, ne bomo toliko veliko izgubili, če bomo na tretjine, pa te tretjine rečemo 6 plus 6 mesecev, recimo. Ne vem, če mu jaz danes 100 jurjev, direkt povem na računu, ki bi jih investiral na borzo, manj ni šans, da jih zaledam takoj noter in rečem, to bo zdaj 6% zrasel. Jaz si tega ne upam trditi. Bi bil osebno, kot investitor, sem bolj na strani, da mogoče bi tukaj bil bolj previden, pa čakal na svoje priložnosti, če se kaj zgodi. Ampak pač to je moj pogled. Ni za vse to nujno recept, ampak ta postopnost, tukaj pa ne vidim problema, zlasti za tiste, ki imajo dolgoročni horizont. Mogoče en ključen poudarek od Egona Zakrajška. Imejte dolgoročen horizont. Mi zdaj tukaj ne govorimo o 5 letih, tudi 10, mogoče ne za nekoga, ki varčuje za pokojnino. Govorimo pa o tem, če date vse naenkrat noter, se zgodi zlom, boste kar naenkrat imeli mogoče 40% tega zneska, ker to se vam lahko zgodi, če ste v negativnem smislu na loteriji zadeli medvedji, da se tako izrazim. Večina ljudi reagira impulzivno in takrat pobere ves denar ven in ga da nazaj na depozit na banki. To smo bili pa priča v prejšnjem valu. In če vas bo vaš najvišji sovražnik, ste sami sebi, ker vas čustva v bistvu otrpnete in takrat se umaknete stran iz trga in pol ste v bistvu permanentno realizirali izgubo. To je pa to je zame večji problem, ker ti lahko ogromno lekcij veš, ampak boš ravno failal tam, kjer bi mogel zdržati. Emocije poganjajo tečajnice, ko gledamo indeks strahu in pohlepa, vidimo trenutno, da smo v območju pohlepa. Ampak zdaj, ko govoriš o tem horizontu, dobili smo tudi kar nekaj vprašanj mladih, ki pravijo, da niso dolgoročno naravnani vlagatelji in da želijo predvsem varčevati za krajše obdobje, recimo 5, maksimalno 10 let. In tukaj imam eno zelo zanimivo vprašanje. 21-letni Benjamin mi je pisal in pravi, da bi rad ustvaril profit čez 5 ali 10 let, ko bo denar potreboval za samostojno življenje. Jaz mislim, da so taka pričakovanja tudi drugih mladih. Vsi bi seveda radi ustvarjali profit, vendar na borzi ni nobenih garancij. Zavedati se je treba, da so delniške naložbe izredno tvegane naložbe. Tako da mogoče tudi ta pričakovanja, da bomo čez 5 ali 10 let imeli profit, morda se pa to ne bo zgodilo, ali pač? 2 pravili. Prvo pravilo financ je, da pač on bi rad financiral neko obveznost, ki bo v prihodnosti, neko porabo ali pa pač nek dogodek. Obstaja tukaj osnovno pravilo asset and liability matchinga. Torej, če ti imaš neko fiksno obveznost, zelo težko varčuješ v eni zelo volatilni stvari, ker boš zelo težko predvidel, koliko boš privarčeval, koliko premoženja boš imel za financiranje te obveznosti, torej liabilityja po angleško. In zdaj, dajmo pogledati si borzo na 5 let in na 10 let in kaj lahko vam pride. Preden pa to povem, si pa predstavljamo eno tarčo, ki se premika. Tarča se premika, levo, desno, gor, dol. In v bistvu težava je to, da na 5 let se ta tarča hitreje premika in jo vi s puščico težko zadanete. Če pa stopite korak nazaj, rečemo, da ste dlje oddaljeni, se pa tarča navidezno manj premika in je bolj predvidljivo, kaj boste od tega dobili. Tako da 5-letni donos zadet, da boste v plusu in močno v plusu, je zelo hitro premikajoča se tarča. 1-letni donos je tarča, ki šviga levo, desno in ne vem, je čista sreča, kaj zadanete. 10-letna v bistvu pa pravi, da večina v bistvu nekaj ima od tega. Torej so pozitivni donosi na 10 let skupaj z upoštevanjem tudi dividend. Torej recimo, če varčujemo v ETF-u na 10 let s periodičnimi vplačili in v ETF-u, ki akumulira dividende, jih torej ne izplačijo ven, ampak jih reinvestira nazaj, bi pa vse verjetnosti bo nek pozitiven donos od tega nastal.
bi pa predvsem svetoval, da ker je trg malo razbeljen, da se tukaj gre postopoma not in se s periodičnimi vplačili začne, potem pa nekako na sredini tega obdobja lahko naredimo neko revizijo in se vprašamo, ali bi tukaj mal dodali zraven kakšne večje zneske recimo. Ali pa tudi, če se kaj bolj pokorigirajo trgi, takrat je pa pol super priložnost. Ne? Zdaj, če pa trg skozi rastu, dajmo še ta scenarij prikriti, bo pa pač posledica ta, da bo pač ta donos rahlo nižji, ampak bo še zmer pozitiven in on bo svoj cilj izpolnil. Sam pač ne bo toliko zaslužil, kot njegov kolega in nav največji car, ne vem, zdaj na terasi ali kje že, v bistvu imamo spet pijače. No, Benjamin pravi tudi, da bi rad investiral 1000 evrov na leto, to pomeni dobrih 800 evrov mesečno, kar je v bistvu za 21-letnika že kar lep znesek. Ne? In tukaj se da zelo veliko pametnih naložb kupiti, ne, za ta denar. Ja, ampak sej, če se spomnimo v bistvu mogoče mojega nasveta, pa če se spomnimo, kaj je Nikola recimo Malkovič govoril o ETF-ih, ne, pa v končni fazi tudi to, kar je Kruno govoril, kar se tiče varčevanja, pa kako se ljudje odločajo. Jaz mislim, da je tukaj ključno, da to bo pač očitno nek načrt vplačil. Zelo dobro se je odločiti za pač primeren inštrument. Pri 80 evrih bi jaz tako rekel, to je že verjetno neka meja, kjer se lahko razmisli o tem, da bi enkrat na mesec en ETF lahko kupil. Pač obstajajo določeni brokerji, kjer so stroški sprejemljivi, čeprav niso tako nizki, ampak druga alternativa pa pač je, da se razmisli mogoče dejansko tudi o vzajemnem skladu, predvsem za stališča stroškov in da omenja obdobje 5 do 10 let, ne? Nimamo obdobje 20 let. Prav obdobje 20 let, kaj smo se naučili, upravljalska provizija vzajemnih skladov, te, ki se tržijo v Sloveniji, je neskončno višja že danes, ne, ker govorimo o ničelnih ETF-ih, kot pa recimo o določenih indeksnih skladih. Tako da te dve možnosti ima, dobro naj si izračuna, jaz bi rekel, da za enega mladega gilanga človeka, pa da se bo ta znesek mogoče tudi povečal v prihodnosti, pa da hoče biti malo bolj dinamičen. Če bi mogel glasovati, sem malo precepljen, verjetno bi šel v smeri ETF-a. No in Benjamin je v bistvu nekako pritegnil mojo pozornost tudi zaradi tega, ker je napisal, da je kupil 100 delnic Krke in to pred kratkim. To mu je predlagal oče, ki je direktor nekega podjetja. Pravi tudi Benjamin, da je naredil analizo delnice, dividend, poslovanje podjetja in tako dalje. Mislim, da je bila Krka kar od večine nas, ki smo začeli investirati pred leti, prva naložba, prva investicija, tudi moja je bila. No in Krka je v bistvu letos sredi aprila končno prebila ceno 100 evrov za delnico, leta 2007 pa je dosegla rekord pri 124 evrih za delnico. Kaj si misliš o tem, da se sedaj kupuje v bistvu za enega 21-letnika je 10 000 evrov kar velik denar? Nekako pravilo osebnih financ pravi, da je potrebno razpršiti med več različnih naložb, ker s tem zmanjšamo tveganje. Konec koncev smo tudi že imeli nekaj teh primerov. Slovenci smo imeli izkušnje z investicijami bodisi v eno regijo, to je bil Balkan, bodisi v eno delnico, to je bila nova KBM delnica. Ne. Sicer Krka je neka posebna zgodba, ima odlično poslovanje, vodstvo se ni zamenjalo, tudi to je mogoče argument marsikoga, da je ostal zvest Krki, prinaša tudi lepe dividende. Kakšno je tvoje mnenje? Če bi hotel zdaj malo podrezati ali pa poštokati Benjamina bi rekel, da smo malo po slovensko, imamo tukaj fenomen najprej štalca, pa kravca, ne, da se malo pohecam. O čem govorim? Krka je ena taka res tradicionalna slovenska delnica in v bistvu, če bi bila delniška nepremičnina, ki bi vsi hoteli imeti, govorimo o delnicah na slovenskem trgu, ker zdaj so vsi zelo zaljubljeni v investiranje v nepremičnine, bi bila to definitivno Krka. Krka je imela to lastnost, da je bila po tem poku balona, dajmo temu tako reči balkanskega, res ena redkih value delnic, bi temu rekel. Torej, stalno so sledili dividendni politiki in tudi stalno povečevali dividendo. Torej, tudi če niste zaslužili na tečaju, vam je pa obložilo stalen tok dividend, oblažil ta nek minus, ki se je dogajal tam do leta 2000, do konca leta 2012, v bistvu je tečaj padel in se nekako potem, rekel, blizu 50 evrov ustalil in od takrat pač delnica raste. Delnica Krke zame osebno je pač neko podjetje, ki je v neki panogi, ki je razmeroma zrela,
ampak je izjemno bogato podjetje, kar se tiče denarnega toka, in ta denarni tok dividend je še zmeraj kar zaščiten, ker ne izplačuje bistveno več kot polovico svojega dobička. Tako da tudi, če pogledamo, kakšen donos je pa v 10 letih od vrha od tistih 120 in nekaj evrov do danes ustvaril, tudi če si držal, še zmeraj je bil rahlo pozitiven ravno zaradi dividend, ker od rečemo 125 do današnjih 103 je rahel minus, ampak si tok dividend v teh praktično, kaj zdaj to, od leta 2008, 12 letih, 13 letih bo zdaj prejel, da si še zmeraj rahlo v plusu. Tako da jaz bi rekel, da je nekako srednje tvegana delnica, je pa tukaj ena stvar, ki jo mora pa Benjamin upoštevati. Danes gleda v vzvratno ogledalo in Krka ima za sabo, bom tako rekel, 3-4 leta res izjemnih rezultatov. Vsi tisti, ki smo jo spremljali prej od leta 2007 do 2015, je bila za nas Krka podjetje, ki sploh ni raslo. Ni moglo rasti, dobiček je bil skozi približen isti, sicer ni bilo nič zadolženo, ampak raslo pa tudi ni. Tako da ni bila ravno seksi delnica do leta, dajmo tako reči, 2017, ko je spet začela rasti, ko je res ekipa spet izkoristila nekako tudi, rekel, njeno prednost na določenih trgih, pa predvsem agilnost pri hitri nekako upeljavi generičnih zdravil, ki jim, rekel, za učinkovine, ki jim potekajo patenti. Tako da, kje bo Krka naslednjih 10 let? Jaz mislim, da dividende niso tukaj vprašanje, po mojem mnenju, bojo tukaj, ampak če bi jo danes sam na podlagi dividend vrednotili, zelo verjetno, rekel, če se dobiček tukaj ustavil, mogoče, če se malo pošalim, neki prostora navzgor je, ampak potem je pa vprašanje, ali res lahko, ne vem, se Krkina cena podvoji v naslednjih, rečemo, 5 letih, tako kot se je ravno kar. Tako da, jaz bi rekel, ni precenjena delnica, stabilen tok dividend bo, je pa to tveganje, ker ima pa Benjamin danes v tem trenutku praktično, dajmo tako reči, 100% svojih sredstev v delnicah Krke, ker če jih je res kupil to, kar si ti rekla, mislim, da so menjala 100 delnic, torej 100 delnic, pa 100 evrov približno je danes Krka, torej 10.000 evrov ima on že v delnici Krke, če je to res. S tem pa govori, da bo na leto 1000 evrov investiral. Tako da tveganje njegovo, kaj se bo dogajalo z njegovim privarčevanjem denarjem, predvsem zelo podrobno mora spremljati delnico Krko, ker ima pol jajca v eni košari. Številni mladi pač ne investirajo v eno delnico 10.000 evrov. Številni mladi, ki so nam pisali, imajo v bistvu en drug problem in sicer ne vejo, kako sploh začeti z investiranjem. V bistvu sploh ne znajo narediti prvega koraka. Kaj zdaj priporočati takim, ki so v tej dilemi? Zavedajo se, da je smiselno investiranje, slišijo od prijateljev, znancev, kako so ustvarili lepe donose. Tukaj je verjetno po eni strani smo že omenjali FOMO, fear of missing out, po drugi strani pa verjetno tudi ta peer pressure, pač vsi okrog investirajo, ne samo v delnice, delniške naložbe, ampak tudi v kripto in marsikdo je zdaj v dilemi, jaz sem pa zamudil ta vlak, kaj naj zdaj naredim, da hitro nadoknadam. Ja, plezati po tem hribu, spolskem hribu je nekaj najbolj nevarnega, po mojem mnenju, ker lahko začneš predvsem na napačnem koncu. Ne vem, prijatelj je kupil delnico, kaj pa je sem Coinbase, zdaj, ki je bila pač uvrščena na trg, zdaj bi pa tudi ti, ker je on, ne vem, 5% se mu posrečal zaslužiti na papirju. Jaz mislim, da v bistvu za pameten in racionalen vstop je potreba najprej poskrbeti za osnove. Osnova sta samo dve možnosti v resnici danes in ni tako težko. Imate levo je Avenija ETF, desno je Avenija vzajemni sklad, pa pod Avenija desni zavoj varčevalni načrt. To je to. Bolj ali manj. Nikle zdaj veliko nekih, rekel, razmišljanj. Zdaj pa kaj naredim, če zavijem levo na Avenijo ETF, ja kupam izberem si en globalno razpršeni ETF, pa ta manjši znesek, če je ta znesek recimo 100 evrov, so to že nekak stvari, ki se splačajo, ali pa če je več kot 100 evrov, pač kupaš en ETF na mesec. Če pa recimo ni 100 evrov na mesec, lahko pa v 3 mesecih daš na stran, ne vem, 3x po 50 evrov, pa potem vsak 3 mesec kupaš 150. To je Avenija ETF. Imate seznam, Moneyhow, Nikola ga je pripravil, nikle velik, nek globalno razpršeni sklad se vzame, ki sledi MSCI World recimo in to je to. Druga možnost, zavijete k družbi za upravljanje, oni vam bojo ponudili varčevalni načrt, tam je ekonomika lahko že smiselna tudi tako, ker so pač
procentih fiksirani stroški, mogoče tudi že pri zelo nizkih zneskih, to je še zmeraj lahko neka prednost zajemnih skladov, pa izjemno nizkih zneskih, ne vem, banalno rekel, 20-30 evrov po domače povedan na mesec, ne. Govorimo pa seveda o nakupu, da ne bo pomota, da me navzaj kdo za jezik rekel, se lahko kupim brezprovizijsko eno delnico. Ne, jaz govorim o tem, da kupaš portfelj, že razpršeno košarico, to dosežen z ETF-om ali pa z zajemnim skladom. In zdaj govorim, tukaj lahko začnejo vsi, so vsi noter v igri. Periodično so začeli varčevati, tudi če se zlom zgodi, lahko ali nadaljujejo mirno, se veste, keep calm and carry on je izraz iz Velike Britanije, nastal takrat, ko so Nemci bombe metali, sam to, da ne bo pomota. Torej nadaljujte, tudi kadar padajo bombe, se bomo prilagodili. Ne? In takrat v bistvu ti varčuješ naprej. Ko imaš pa več zneska in ko se malo poglobiš in ti je recimo neko podjetje všeč, naprimer Benjamin je pač ugotovil, da mu je všeč Krka, lahko pa mogoče še neki zraven date, ne vem, dobite nek enkraten znesek, kaj se jim za rojstni dan, ali pa ste dobili povišico v službi, ali pa ste, ne vem, se vam neki poklopili, ne vem, ste avto prodali, kaj pa jaz vem kaj, ne, ali pa kaj drugega, no, to pa lahko pa potem razmišljate kako. Tako da, jaz mislim, da prej ali slej boste pristali na tem, da boste verjetno hoteli imeti tudi nek borzno-posredniški račun, pri nekem digitalnem brokerju, da boste lahko to stvar kupili. Iskreno povedano, če razmišljate, da bi se majčkan igračkali, pol raj zavijte na avenijo ETF, pa kupite, ne vem, za unih $20 frakcije ali karkoli pač že, da vam poč pika, ali kako bi temu rekel, ni pa to nekaj, kar bi zdaj rekel, bi nek pridigar čistosti, varčevanja in racionalnosti priporočil, da jim kupite nekaj, kjer verjetno niti sami ne veste, ko firma posluje, čeprav vam je všeč produkt, recimo. A greva zdaj kar malo bolj poglobljeno v vzajemne sklade pogledati. Ta podcast, ki smo ga posneli s Krunotom Abramovičem, je bil kar precej odmevan. Nekako so Krunotu učitali, da se je poskušal izogniti prednosti ETF-ov, vendar menim, da je odlično predstavil glavne značilnosti vzajemnih skladov, kar je bil tudi point v bistvu tega podcasta. Omenil je tudi, da se številni odločajo za vlaganje v vzajemne sklade šele potem, ko gredo otroci od doma, torej pri 50-45 letih, in to je absolutno prepozno. Kron je tudi večkrat poudaril, da so ETF-i vzajemni skladi, in tudi poudaril je, da nikoli ne presežejo primerjalnega indeksa. Marsikdo se je tukaj kar vtaknil v ta segment, se pravi, da ne presežejo primerjalnega indeksa. Iz preteklosti smo že videli, da kakšen indeks ETF v bistvu preseže tudi za kratek čas svoj primerjalni indeks, čeprav to ni primarna naloga ETF-ov, da presegajo primerjalni indeks. Zdaj mogoče marsikdo, ki pride prvič v stik s to vsebino, niti sploh ne ve, kaj je primerjalni indeks, oziroma kaj je kriterijski indeks, oziroma benchmark, kot mu tudi rečemo. Daj ti to, Andraž, ki znaš tako zelo lepo slikovito predstaviti te stvari, na najbolj slikovit način predstav, kaj je benchmark, tako da bo razumela tudi babica ali pa en 5-letni otrok. To se mi zdaj izziv dala, da 5-letni otrok razume benchmark. Po moje se da to primerjati s kakšnimi olimpijskimi normami, to se mi zdi najbližja varianta. No pressure. Ne. Ampak sej v osnovi res ni toliko zapleteno. Zdaj imamo delniški trg, rečemo ameriški delniški trg. Lahko si predstavljate sadovnjak, recimo različno sadje noter. Ne. In zdaj nastal je skozi čas problem, ker so ljudje investirali in so rekli, kaj pa je povprečje tega donosa na trgu, kako ga sploh v resnici merimo. In potem, oziroma kakšen bo miks sadja in kaj iz tega lahko naredim, kakšna je moja sadna solata, kakšna je kvaliteta, kaj je povprečna kvaliteta sadja, v bistvu to so hoteli ljudje izmeriti. No? In pojavijo se neodvisni strokovnjaki, ki rečejo, no, zdaj bomo pa mi vsako leto v bistvu zmerali prirast tega sadja, torej rast tečajev delnic, ampak bomo to naredili tako, da bomo merili po bogatini letine na vsakem drevesu. To pomeni, če bo večja firma, bo imela večjo utež pri tem povprečju. Torej, tisti, ki ste se učili v matematiko, smo se učili, pa smo prišli tudi do tehtanega povprečja, ker ni enostavno, da ima vsaka številka enako utež, so vsa drevesa imajo enako število jabolk, če hočete, in če so to jabolčni sadovnjak, no, tukaj je
tehtano povprečje z velikostjo dreves, ne? In konkretno z velikostjo podjetij. In kaj so rekli? No, super, zdaj imamo pa tukaj v bistvu neko mero, ki so jo zunanji sodniki, to so bile te družbe, ki sestavljajo indekse, so različne pač podjetja, ki se s tem ukvarjajo, ne? Standard & Poor's, MSCI, recimo borze izračunavajo svoje indekse in to je vse, kar pravijo je, če bi vi kupili vse delnice na nekem segmentu trga, ponovadi so to velika podjetja, recimo blue chipi, potem bi bil vaš povprečen donos približno tak. Koliko delnic bi pa kupili? Ja, ker je Google malo večji, bi kupili malo več delnic Google, ker je pa, ne vem, Amazon je tudi veliko, Apple je že največje, pa še ne par manjših podjetij, kakšen Gamer, Blizzard recimo, ne, tisti bo pa manjša utež. In ko to utežim, na koncu zračunam, koliko je bilo prirasta, no, in to je benchmark, torej merimo povprečje na trgu. Zdaj pa kakšen je odnos upravljalca z benchmarkom? Odnos upravljalca je, da seveda pravi, da je on lahko toliko pameten, da bo ta benchmark presegel. Zato, da to naredi, mora kaj narediti? Obtežiti bolj drevesa, ki bojo bolj obrodila, torej delnice, ki imajo večji potencial, in zmanjšati utež, manj jabolk pobrati z drevesa, ki imajo manjši potencial, mogoče kakšna plesen gor so gnila, ne vem, in take stvari. No? In upravljalci v resnici to delajo. Zato se dostakrat pojavlja v praksi, ne vem, kako gremo ta research, je overweight, underweight. Naloži več na vago, naloži manj na vago, po domač povedan, ne, da je dobro vago pri dobremu jabolku, da je slabo vago pri slabemu jabolku. Ne. Zato, ker samo tako bomo imeli kvalitetno surovino, bomo zdrava bio jabolka, ne vem, bomo vsi zdravi. Ne. Kako že eno jabolko na dan odžene zdravnika stran, da se malo pohecam, no, en dober stock pick na dan odžene underperformance stran, da se malo pozezam, kar se tiče pač upravljanja samih vzajemnih skladov. Torej, v bistvu ti hočeš izbrati zdrave delnice, ki jo rasle hitreje kot trg, in to je tvoja trditev in tvoj narativ, kaj želiš narediti. Zdaj, a se to zgodi? Ja, klej pa potem kruno, po moje, največ kritikov prdobu na drugi strani, ko bi rekel, ograje ETF-ov, saj vam nikoli ne rata tele izbor z jabolki, da se malo pohecamo. Ja. Ja, dobro, ti si bil upravljalec premoženja. Kolikrat je pa tebi uspel premagati primerjalni indeks? So bila obdobja, ki mi je to uspel in se pohvalim, da sem tudi dobil nagrado za to, ker mi je to uspel. So bila pa obdobja, kjer mi to ni uspel. Lahko pa še eno stvar razkrijem iz tistih časov, da ko smo imeli interno merjenje, so bili različni, bom tako rekel, razredi tvoje uspešnosti. In seveda, kaj more pravzaprav upravljalec aktivnega sklada, ki ima tudi do 3% upravljalsko provizijo na leto storiti. On mora pred obračunom te provizije biti vedno nad trgom, vsako leto, zato da bo dostavil povprečen donos trga. Mora ta benchmark presežiti za višino upravljalske provizije in še druge stroške, tako imenovan skupni stroški poslovanja, torej upravljalska provizija, potem imamo stroške skrbniške banke, revizije, stroške, v bistvu transakcijske stroške in pač še neke manjše druge stvari. Torej, on mora v bistvu vsak let biti nad trgom, mora biti res zelo, zelo dober, zato da pol še preseže trg. In tisti, ki so na nivoju čiste vrednosti premoženja VEPA presegali to so v bistvu, upam si reči, res izjemni upravljalci, zaradi tega, ker so včasih 5-6% nad trgom. Seveda je pa ta tekma dolgoročna. Ti si želiš preseči, ni pa to tako enostavno. Pa tle se veliko emocij dogaja, tudi ko si enkrat presegel, želiš še boljš, pa še več. In to je pa pol pot, ki je dobri nameni, pa peku vemo, kako gre. Želiš še več in pol hitro kakšne napake narediš. No. Jaz dostikrat tukaj naredim primerjavo s športniki, z vrhunskimi športniki, ki trenirajo in se trudijo doseči rezultate, ampak redko kdaj vidimo ene in iste zmagovalce na olimpijskem odru. Tako da težko v bistvu dosegaš te rezultate na dolgi rok, ne? Absolutno, pa sej ta primerjava je odlična. Tudi nekdo ne more 20 let biti prvi na olimpijskih igrah. Ne? Že iz čist fizičnih omejitev, ki jih ima človeško telo, pa njegove motivacije za treniranje, pa pridejo novejši drugi. No, v smislu upravljanja se pa lahko trg tvoj spremeni, ki si ga poznal kot svoj lasten žep. Lahko da pač ti izgubiš nekak občutek tudi s trgom, lahko se na trgu strukturno dogajajo stvari, ker pač neke arbitražne priložnosti ne obstajajo več, trg rata bolj učinkovit in se neko okno, kjer si ti služil nek denar, zapre.
Tukaj je ogromno enih v bistvu, strukturnih sprememb, ki se lahko zgodi na 20 let. Tako da tudi te zgodbe, iskreno povedano, mislim, da smo zelo veliko omenjali, recimo Arc Innovation, Cathy Wood kot izjemno upravljalko. Ja, ampak, dragi moji, iskreno povedano, tole zdaj je 3 leta, da je klele ta masiven outperformance, ne, na enem delu trga tehnoloških podjetij. Jaz bi rad videl, da se bo to raztegnil na nekih 20 let, v smislu, ki se jo z Warren Buffettom primerjala. Ne? Moramo tudi razumeti, odkje je Warrenu Buffettu tak donos. On je imel dostop do res ekskluzivnih transakcij z velikimi podjetji, kjer jih je v bistvu v osnovi prevzemal ali pa kontroliral. Reči, da je on zdaj sam kupil tam ene delnice na trgu, pa nikoli ni nekih special dealov dobil, v končni fazi prednostne delnice Goldman Sachsa, mislim, da z 8% kuponom obrestmi na leto dobil, plus še upside v finančni krizi. Tako da to je enostavno človek, ki zna počakati na svojo priložnost in takrat 5-krat zagrabiti nekoga za vrat. Iskreno povedano, čeprav je zelo prijeten sogovornik. Ja, ampak dobro, on ima tudi zelo dolgo zgodovino, on je star čez 80 let, skoraj 90 let, ne? Tako da on je začel, mislim, da investirati pri 12 letih, če ne celo kaj prej, ne? Tako da ima že spremljati trge zelo, zelo dolgo časa in preden je on lahko kupoval s kuponi, ne, je v bistvu preteklo kar nekaj desetletij, da je v bistvu lahko prišel do tega privilegiranega položaja. To je spet dosti podobno kot z vrhunskimi športniki ali pa uspešnimi ljudmi. Vsi mislijo, da rezultati pridejo kar sami od sebe. Ne vidijo pa tistega stresa, truda, energije, ki je bilo investiranega v to, da je danes ta človek uspešen, ne? A hočeš iskreno moje mnenje? Če bi obstajal v Sloveniji Warren Buffett in bi bil star to, kot je bil takrat, in bi to prevedli na danes, bi bil verjetno en tak majhen tajkun, ki bi bil lastnik kakšnega tekstilnega podjetja, ki ima malo preveč nepremičnina. Ne? Tako je recimo začel Warren Buffett z value investingom, kjer je na nek način iskal podjetja, kjer je bila čista vrednost premoženja, torej recimo imela podjetje veliko nepremičnin, pa manj obveznosti, na borzi pa kotirali bistveno pod tem. To je value investing. On je v bistvu kot neke vrste bargain hunter ves čas začel. Tako da danes, če bi ga en na RTV dal, ker ni ta multimiliarder in prijazen človek in vsi se hočejo z njim pogovarjati, bi verjetno bil nekdo ogorčen, kaj ta nek lastnik, zakaj to tekstilno podjetje on likvidira in te nepremičnine hoče imeti namesto, da bi naprej, ne vem, delal bombažne t-shirte, da se malo pohecam, takrat ni bilo pač t-shirtov, je bilo drugo blago. Ne? In Berkshire Hathaway dejansko, sam izvor tega imena, ki ga je ohranil, dejansko je bilo podjetje, ki se je s tem ukvarjalo. Sam toliko za tiste, ki ne veste. No, skratka, danes je ena delnica Berkshire Hathaway čez $400,000, tako da to je tudi ena taka zanimiva stvar. Ta višina te vrednosti, ne, je neverjetna. Skratka, greva na te stroške, nekaj je bilo že omenjeno, upravljalska provizija do 3%, Kruno je rekel, da se praktično to ne dogaja, ampak tam do 2,5, 2,7 se pa že zgodi, da je v višino upravljalske provizije. Zdaj, on je omenil tudi možnost zniževanja stroškov. Je tukaj res priložnost oziroma možnost, da se bodo znižali stroški vzajemnih skladov pri nas v Sloveniji, ki je tako majhen trg? Mislim, vsi vemo, kaj mora se zgoditi, da se stroški začnejo zniževati. Ne? Pač mora biti zdrava konkurenca, en mora začeti. Če malo uporabim mogoče podobo za bančništva, potem, ko je NLB, ki je imela državno pomoč kot banka, nekako se izvila iz tega jopiča državne pomoči, ne? Eno leto kasneje je bistveno bolj agresivna pri posojilih. Naprimer, imajo akcije, ponujajo akcijske cene, no? Mogoče se bo pa izvila kdaj iz jopiča, tudi kar se tiče pač ponujanja, nižjih upravljalskih provizij. Tle se mečkan šalim, ne? Pa malo provociram, ampak dejstvo je, da slovenski trg je majhen in dejansko, te ponudniki nekako ocenjujejo, da dokler ne bo nastala, po mojem mnenju, nek res katalizator za hitro zniževanje upravljalskih provizij, dokler bojo prilivi v sklade, moramo se vidimo, pač prilivi so v sklade tudi pri takih upravljalskih provizijah. Torej, zakaj bi trgovina zniževala cene za nekaj, kar ljudje kupujejo in se polni trgovina? Razlog bi bil lahko, da se bo polnila še hitreje. Zato bi pa morali vsi, ki vlagajo v vzajemne sklade, biti občutljivi na višino upravljalske provizije. Pa iskreno povedano, moramo povedati, da so že med obstoječimi družbami za upravljanje izjemno velike razlike. To je moje mnenje.
To je v bistvu dejansko stanje. Vse te podatki so javno objavljeni, se to ni neka skrivnost, se vidi, kdo ima izredno visoke upravljalske provizije. Mogoče samo to, da pojasnim, kaj pomeni zame izjemno velika razlika. Recimo pri globalno delniškem razpršenem skladu, če si malo ogledamo upravljalske provizije, pa zdaj ne bom o imenih govoril, ker lahko to vse sami naredite, recimo se lahko pojavi razlika tudi do 0,4% točke na leto. Za globalno razpršen delniški sklad. Lahko se pojavi. Ampak 0,4% na leto, na 10 let, to pomeni 4% vrednosti, pri čemer na koncu vprašanje, kakšen bo sploh donos v skladu, ki ima večjo upravljalsko provizijo in tistim, ki ima nižjo upravljalsko provizijo. Torej, so razlike, čeprav bi lahko rekli, da seveda v primerjavi z ETF-i so pa vse te provizije zgledajo zelo, zelo visoke, ker ETF-i imajo pa danes grejo pa proti točki nič, tako kot borzni posredniki s provizijami. To je pa treba povedati. Tako da, ampak že tukaj tisti, ki so se odločili za vzajemne sklade, ker nimajo teh izkušenj, ker želijo imeti človeka, ker je tam neka storitev, ker pač, ne vem, joka se nad ležarinam, ne? Po drugi strani pa razlika za eno ležarino na leto pri upravljalski proviziji lahko v resnici. Izbira med enim DZU-jem in drugim. Recimo nekateri bi investirali morda 50 evrov na mesec, nekateri imajo 20.000 evrov za investirati. Imamo pa tudi primere poslušalcev, ki imamo po več 100, 200 tisoč, celo milijon evrov. Kaj bi recimo zdaj takim svetoval? Sama lokacija med bolj in manj tvegane naložbe se ne spreminja z višino zneska. Jaz ne razumem, zakaj bi se v osnovi. Torej, tukaj je samo vprašanje, ali imate res dolgoročen horizont in ali mislite denar noter imeti, ko bi rekel, v delu 10 let ali več. Pol je pa čisto vse, a ti kupaš vprost za 1 milijon evrov ETF-a, ne? Ali pa kupaš za 100 evrov ETF. Jaz iskreno ga ne vidim. Pa bom dal še drug argument, pa hkrati odgovoril na eno vprašanje, ki ga je imel pa Nejc. V tem smislu, ali imajo naš pokojninski sistem in sem noter štejemo družbe, kot so kapitalska družba, SDH, kakšno delnico Appla ali pa kaj takega, ali je kaj kritja v zadju naših pokojnin. No? Jaz sem šel pogledat in ugotovil sem, da pač posamežnih delnic nimajo, imajo pa, glej ga zlomka, ETF-e. Vezane na indeks MSCI World. Recimo med 10 največjimi naložbami kapitalske družbe so 4 ETF-i vezani na MSCI World, ki jih lahko kupi žiga jutri preko CapTraderja. Torej tudi veliki porabljajo ETF-e, ker je to učinkovito in izjemno stroškovno učinkovito. Tako da ta odgovor, a milijon ali 100 evrov, je nepomemben v smislu inštrumenta, bolj je pomemben, ali je v ospredju ohranjanje premoženja in ohranjanje premoženja lahko v ospredju, če imate čez 2-3 leta neke obveznosti. Evo, pa bom spet na primeru kapitalske družbe lahko razložil, kaj velik v bistvu investitor investira v obveznice, investira v ETF-e. Kaj pa vzajemne sklade? Ne, da bi vedel, investira pa v alternativne sklade, to pa pač vem. Spet posebna strategija. Tam je pa neka dodana vrednost aktivnega upravljanja danes, ampak KAT ima vsako leto obveznost, da 50 milijonov evrov dodatnega denarja zagotovi pokojninski blagajni, SPIZ-u. Predvsem zaradi usklajevanja pokojnin in take stvari. Zato sem prepričan, da ta znesek ne bo on dal v ETF in zdaj žrebal na loteriji uprava KAD-a, ali bo tam kaj zrastel, zato da bomo mi 50 milijonov več predelali, ki jih moramo konec leta nakazati kot naša obveznost. Recimo. Tam imajo pa manj tvegane naložbe, tam pa investirajo v nemške državne obveznice, pa slovenske obveznice. Torej, kaj je zgodba? Če imate neko obveznost, ki je blizu, ne gamblati z delnicami, zato da čez 2 leti več, ne gamblati z Bitcoinom. Ampak te, ki imajo več denarja, recimo tudi 20.000 evrov, vedno imajo v mislih eno drugo naložbo, kot pa delnico, ETF ali pa katerokoli delniško naložbo in sicer nepremičnino. Tudi klicala me ena gospa, ki želi investirati 20.000 evrov, ima na voljo in razmišlja, da bi investirala v nepremičnino, v garažo recimo konkretno. Potem dobila sem še cel kup nekih mailov ljudi, ki želijo investirati v naložbeno nepremičnino, načeloma bolj v stanovanja, nekateri celo razmišljajo o poslovnih nepremičninah.
Govorimo predvsem o tistem modelu investitorjev, ki imajo več denarja na voljo in niso pripravljeni z vsem tem denarjem iti na borzo, ker jih je strah. Cegu lahko primaš, se dotakneš lahko hiše, delnice se pa ne moreš. In ta virtualnost jih odbija. Gre pa predvsem za starejše vlagatelje, to niso stari 35 let, če smo čisto iskreni. Jaz bi rekel, da tukaj sta dva odgovora ali pa dva pogleda na to, recimo, moja. En je pogled na to, da pač to so ljudje, ki abstraktnosti kot take ne poznajo. In abstraktnost je povezana z neko tehnologijo, z nekim napredkom in delnice so abstraktne. To je nematerializirano imetništvo. Bitcoin je abstrakten. Vsa ta, nefizično lastništvo je za njih nekaj, kar jim ni blizu. To je en pogled, zakaj ne pridejo do delnic. Drug pogled je pa po mojem mnenju to, zato ker rečejo, nepremičnina je vseeno varna naložba, delnice so pa loterija. To je njihovo razmišljanje. In zato rečejo, obveznice ne znam, je spet nekaj nematerializiranega, depozit je to že banka, čeprav je tudi tisti dematerializiran, ampak to je zaradi nekega čudnega, vzgojnega momenta kar oprijemljivo, država nekaj jamči. No in kaj ostane, ker smo izločili vse ostalo, zdaj kumar ne bom kupil za 100.000 evrov, ki se jo pokvarile, kaj se ne bo pokvaril? Nepremičnina se ne bo pokvarila. In zdaj pa kaj tudi slišijo, da se jo oddati, neki dohodki bojo in jaz pravim, to so v bistvu nepremičnine, so danes neke vrste zamenjale depozite, so neki materializirani, v glavah ljudi so neki materializirani depoziti, ki bojo na dolgi rok prinašali neke 2% tekočih, dohodka, Včasih so bile to obresti, danes jih ni nič, verjetno bojo še kaj cene zrasle. In so se pač seveda usmerjali v nepremičnine. Zdaj, tisti trenutek, ko smo pa to rekli in po tej logiki se pa marsikaj začne komplicirati. Komu boste oddali nepremičnino, kakšen je dejanski denarni tok povezan s to nepremičnino, ker na eni strani imate prilive, na drugi strani imate tudi odlive, obrabo, obnovo, davke, morate menjati najemnike, to je ena stvar, kaj je. Če pa se lotite tako kot gospa, neke garaže ali pa poslovne nepremičnine, kjer oddajate lokal ali pa kaj takega, to so pa stvari, ki so lahko bistveno drugačne. Lahko se vam zgodi letos, ker je bila pandemija, so v bistvu bile različni načini, ali vam najemnik ni plačeval, ali je bil zakonjen način, kjer dejansko mu ni bilo potrebno plačati, ali pa se je to odložilo. Torej, to se vam lahko dogaja. Ali pa prazen prostor, ki ga ne morete oddati za neko ceno, ki ste si ga zastavili, vam bom tako rekel, vam lahko samo stroški praznega prostora nanesejo, tako rekel, tudi 3 do 4% na leto. Zdaj, da boste vi se znebili žarine, zato da si boste večji problem za nepremičnino, če s tem ne znate delati na kopal, zato ker mislite, da bo to rastlo sam še naprej, je tudi malo tako. Tako da jaz bi rekel, nisem pa sploh prišel do ta zadnjega momentuma, to je pa to, da vzamejo 20.000 evrov in si 80.000 sposodijo, da kupijo nepremičnino. In oni mislijo, jaz sem lastnik, si lastnik nepremičnine, ampak ta nepremičnina je obremenjena. Ti si lastnik ostanka, ki ostane, če ti jutri to nepremičnino prodaš. To je pa pol že v bistvu igranje malo za vzvodom, tam so donosi lahko tudi višji kot 2% in to ljudi mami, ker pa tam pa stavijo na apreciacijo cen, torej rast cen nepremičnin. In to je pa zelo podobno, kot iskreno povedano, zdaj sem malo pohecal. Mladi imajo CFD-je, ta stari imajo pa nepremičnine. Oboji pa malo pufa gor, obesijo pa gremo. 4:1, oprost, 4:1, 20 jurjev not, 80 jurjev pufa. Kaj pa je razlika? Unma pa CFD 4:1, sam tam je Tesla, tam je pa garsonjera v Ljubljani. Dej čist na kratko, za mogoče tiste, ki ne vejo, kaj je CFD. CFD je izveden inštrument, ki pravi, jaz sem broker, zate bom kupil delnico Apple in dajem ti pravico na tej delnici, da ko se v Apple iz $100, zdaj se izmišljujem, da bomo lažje razmišljali, povečal na $110, boš ti imel užitek, torej teh $10 si ti zaslužil. Contract for difference, pogodba, ki ti zagotavlja užitek na razliki v ceni. Zato, da bo pa ta jed malo bolj pikantna, mehiška siesta, festa in še ne vem, kaj še vse zraven, po domač povedan, ti pa ni treba celih $100 dati, ampak daj mi samo nek down payment, ker bom jaz založil znesek in boš ti z vzvodom to kupil. In ta vzvod se pa dostakrat lahko sam izbiraš, koliko ga boš imel, koliko moš ti dati za kritje, ti daš denar na račun sam za kritje, ostalo v bistvu pa zagotovi. In dejansko je lastnik teh delnic sploh nisi ti.
Ti si lastnik CFD-ja, lastnik delnic je pa na omnibus računu pri brokerju. Vse o tem je pa veliko govoril, mislim, da Toni Jukić, kje tičijo delnice vlagateljev brokerskih hiš, ki izdajo CFD-je. Torej, v levem žepu imam svojo delnico, v desnem žepu pa molijo moji CFD-ji, ki sem vam jih napisal. Zdaj pa, če se ta hiša mal sesuje, mogoče ti CFD-ji pa delnice niso čisto ena na ena. Tudi to zgodbo smo že imeli, a ne? Dajva se vrniti nazaj na nepremičnine. Bila sem gostja pri Klari Leban, ona je ustvarjalka podcasta In Bed with Klara. Vabim vas, da prisluhnete temu podcastu. Obdelali smo veliko zanimivih stvari, vezano na čiste osnove upravljanja denarja in pa seveda tudi našega odnosa do denarja. In izpostavila je tudi neko mnenje, in sicer, da če najamemo stanovanje, da v bistvu denar mečemo skozi okno. To je nekako prepričanje, ki smo ga nekako podedovali od svojih staršev. Takšno prepričanje, ki podedujemo od svojih staršev, pa niso nujno tudi dobra in določena prepričanja je seveda potrebno čim prej opustiti. Kakšno je tvoje mnenje, recimo konkretno o tem, da mečemo denar skozi okno, ko plačujemo najemniško stanovanje oziroma najemnino? Ne vem, meni se to razmišljanje zdi tako, kar nek stereotip, ki ga je nekdo slišal 100 let nazaj. Vemo, kaj vse je človeštvo od neumnosti in nasilja naredilo na podlagi stereotipov, ne? In to je najemnina je stran vržen denar, a ne? V vsakem primeru. Jaz pravim, ja, uprostno, a imamo možgane, a imamo Excel, a lahko to malo vržemo noter in a lahko malo zračunamo stvari, a ne? Najemnina je v bistvu nadomestilo za uporabo nečesa. Dajmo se vprašati, kaj mora nekdo, ki je kupil nepremičnino, vse plačati in ali z najemnino res pokrije vse svoje odhodke povezane na nepremičnino. Zdaj, če bi jih, pol preplačujete najemnino in pol je kle res mogoč presežek stran vržen denar. A ne? Po drugi strani pa nek lastnik nepremičnine, meni grejo kar kocine po konjska in reče, moja najemnina mi pokriva kredit. Ojo, res ali kaj? Ja, koliko si pa lastnega vložka dal denot, koliko je kredita, ti moraš celotno obrabo nepremičnine, vse stroške, obnove, inštalacije vsakih ne vem koliko let, da je vse to noter proban, pa si izračunaj, koliko je dejansko odliva denarnega, temu se reče cash on cash odliva, vezanega za nepremičnino. Zakaj to pravim? Ker v mojem drugem življenju, ko ne snemam podcaste MoneyHow, delamo zapletene modele za institucionalne vlagatelje, kjer moramo noter modelirati vse žive stvari. Koliko bomo dali capexa, torej obnove v neko stavbo, ali bojo najemniki ves čas noter, ali bojo mesec, dva v bistvu prazni prostori. Ne? Kakšni bojo davki, ki jih bomo dali noter? Kam bojo šle cene v prihodnosti, kje bojo oni lahko šli ven čez 5 ali 10 let. In ti povem, to so včasih kar zapleteni modeli. In ko me pride, najemnina je stran vržen denar, ne, ker sej lahko ti 3 leta živiš v enem stanovanju, cene padejo, mogoče boš našel drug stanovanje, pa se še v Maribor preselil, naprimer, ker boš delal nadaljavo, tam se mogoče res bolj splača danes kupiti kot najeti stanovanje, recimo, ker so cene res nizke. V eni Ljubljani, kaj pa povsod sama premija, v bistvu na neke cene izgradnje, se pa resno sprašujem. Je pa res, da se pol poskušajo dosti nonšalantno tudi najemnine nekako privijati, bom tako rekel, tako da ta trditev ima sicer nekaj teže, zato ker pri nas najemniški trg ni dobro razvit, ampak zdaj bom pa vrgel drug vroč krompir na tla, da se malo pohecam, ne? Ampak po drugi strani pa trdi stanovanjski sklad in mestna občina Ljubljana, da bo prišla na trg z ugodnimi stanovanji, kjer bojo najemnine, ne vem, pod 10 evrov na kvadratni meter na mesec. Zdaj mi pa en reče, tam je tudi stran vržen denar to ali kaj. Tako da, treba je zračunati. Ni vedno pravila. Jaz izjemno sovražim pravila, ker je nekdo pameten, ki zna en stavek od sebe povedati in potem celo človeštvo in generacija to vzame in živi po tem motu. Ja, to so pač ta prepričanja, ki nekako grejo iz roda v rod. Tudi to smo mi slišali od naših staršev, to ni nič taga in nenavadenega. Ne? Ampak me prav zanima, kdo v socializmu je po tržni ceni oddajal komorkoli stanovanje. No, dajmo si biti. No, dajmo tlele že začeti, kdo je po tržni ceni kupu stanovanje, če že začneva s tem, ne? S tem sem odprl zdaj Pandorino skrinjico in zdaj vsi ti se počutijo usposobljene, da mladim povejo, kaj je smiselno, pa kaj ne. Tako da mi imamo izjemno visok delež lastništva nepremičnin in to je idealno, da vam danes en nekaj proda za vsako ceno po 4500 evrov ali pa 5000 evrov, za bojo zdaj po ta novem že kmal novogradne in vi se te zadolžili za celo vašo družino, prijatelji, ne vem kom, samo zato, da boste prišli čez. Potem samo pa še po
forumih kregali, a so te stanovanja dostopna za nekoga s povprečno plačo. Mislim, take stvari smo imeli, saj sama veš. Stanovanja so v bistvu kar precej zasoljena, čeprav marsikdo se s tem ne bi strinjal, ampak so 3000 evrov na kvadratni meter stane v povprečju v Ljubljani za rabljeno stanovanje, 4 do 5 tisoč za novo gradnjo, tudi okolica Ljubljane se je izrazito podražila, 2000 evrov v Kamniku se mi zdi, da je kar precej visoka cena. Skratka, mladi imajo problem, kako priti do stanovanja in to je njihova stiska. Poglejva recimo primer Benjamin, on je rekel, da bo čez 5 do 10 let potreboval denar. Se pravi, nekako računa, da bo ostal v svojem domu pri svojih starših tam do 35. leta, 31. leta. Tako da je problem tudi to, vse kasnejše v bistvu odseljevanje od doma. Problem je tudi to, da mladi ne dobijo služb. Saj smo videli, kaj se dogaja s trgom dela, pa študentska dela so se skrčila za ne vem koliko procentov zaradi koronavirusa. Skratka, imajo resen problem. Pa ljudje, ki vstopajo na trg delovne sile z povprečnimi plačami, tukaj te so pa zmlele cene, to sploh v Ljubljani. In zdaj odgovor večine je, ja se pa preselite v Maribor, recimo. Tako nekako je tako. Kaj nam težite vi v našem raju neskončne apreciacije cen nepremičnin in tega super trga, kjer igramo veliki playerji, ki smo imeli že prej en stanovanje, pa smo ga malo prodali, pa malo zaslužili, pa malo dodali. Malo je arogantno, no. Kar arogantni so ti odzivi, se mi zdi, pa dostakrat pride tudi nekoga, ki ima nek interes, ali je kaj povezan s kakšnim razvijalcem nepremičnin, ali je kaj vložil kam, pa vsak, ki mal kaj kritičnega dodamo, gre že takoj na živce. Jaz predlagam, da če niste pogledali si webinarja v živo, Nepremičnine pod lupo, da si to pogledate, ta webinar posnetek na YouTube kanalu Marija Milič. Mislim, da je bilo več kot 50 vprašanj, tako da je zelo veliko zanimivih zadev za videti oziroma slišati. Zanimiva stvar, ki je v bistvu tudi Klara izpostavila, je to, kako v bistvu varčevati, če živiš iz rok v usta. Jaz sem tukaj v bistvu svetovala, da prvi korak je ta, da najprej narediš analizo svoje porabe, da sploh veš, kje sploh trošiš svoj denar in da ugotoviš, kaj so tvoji te triggerji, ki te spravijo do tega, da ti odpreš denarnico in potrošiš. Recimo, zdi se mi zelo pomembno, da nekako vodiš to evidenco. Vsaj za nekaj časa, dokler ne spoznaš svoje te navade, nakupne navade. Imeli smo primer mladih najstnikov, ki so v bistvu redno spremljali svoj denar, čeprav vemo, da najstniki nimajo spet neke velike količine denarja, mislim, da je bilo govora tukaj okrog 100 evrov na mesec in je v bistvu Erasm, to je bil 17-letni najstnik Erasm, ki je v bistvu naredil ta eksperiment, je ugotovil, da veliko denarja zaprav za stvari, za katere ni potrebno, ne bi bilo potrebno, da bi zapravil, recimo za kavice. In tako je v bistvu ugotovil in spoznal sebe, kako troši. To je v bistvu ta prvi korak, recimo temu, da nekako spoznaš, kje so potencialni tvoji prihranki. Kako pa je zdaj z varčevanjem? Zdaj, kot sva rekla že na začetku, Benjamin ima 83 evrov na mesec, lahko varčujemo že z 20 evri v varčevalnih načrtih. Klara je spraševala, ali lahko s 50 evri že začnemo vlagati. Jaz pravim, ja, dajmo vlagati že majhne zneske, iz malega zraste veliko. Absolutno. Še en catchphrase, podcast Egon Zakrajšek, obrestno-obrestni račun, moč obrestno-obrestnega računa. In kaj je zgodba? Zgodba, da anuiteta 10 evrov na mesec se prelije v res masovne številke čez 20-30 let. Ker gre tako, zdaj smo vsi navadili se tega, eksponentnih rasti, ki so nam jih grozili, ko smo epidemijske krivulje gledali. A veste kaj? Da najbolj prijazna epidemija je obrestno-obresten račun. Zato, ker razmnoži vaš znesek vsako leto za istim faktorjem. In pol še znesek in prvi znesek, če ga imate noter, 10 let, je to v bistvu 12 krat 10, 120 obrestovanj, če ga imate 20 let, je 240 obrestovanj in to je vse 10 na že
110 in naprej. Tako da dajte si vršiti v en kalkulator. Evo, malo anekdote, pikantne podrobnosti, kaj vse smo počeli kot upravljalci. Ne boš verjela, bil sem v Ukrajini, kjer sem predaval približno 2000 ljudem v enem takem velikem, napihljiva športna dvorana je bila. Ne? Jaz sem probal to razložiti. Gospa, če danes kupite šminko za 10 evrov, ste čez 20 let vrgli stran torbico za 200 evrov. In ona se je zdržala, kako to misli? Zaradi tega, ker v bistvu realna vrednost tega zneska v 20 letih dejansko pride lahko na take številke in dejstvo je tudi, če danes Klara reče, a s 50 evri kam pridem? Vse punce, Klara, ja, odgovor je ja, začnite danes, ko ste mladi, če to počnete 40 let, bojo to take cifre vam prišle, da na rad boste padli, vsi skupaj, ko boste videli, kaj se tukaj lahko zgodi. In težava je pa, evo, še ena navezava, ko vem, da pa so se o tem tudi pogovarjala pred podcastom, ker tebi je bilo izjemno grozno, da ljudje začnejo varčevati šele, ko se otroci odselijo od doma. Ja, to je Kruno povedal. No, ampak kaj so s tem naredili? Svojo pista varčevanja so bistveno skrajšali. Nekdo, ki je začel varčevati, pa tudi če je 10, 20, 30 evrov, kar se da, to se da. Nihče ne more reči, da se ne da 10 ali pa 20 evrov na mesec. To ne verjamem, razen tisti, ki so dobesedno na življenjskem minimumu. Ampak to se da. Če boš začel s tem, ko si 20 let star, bo to tako dramatično drugačna številka, ko boš, ne vem, se upokojil, rečemo pri 65 ali kadarkoli pa že to bo, kot če ti začneš pri 55 ali pa 50, odvisno kdaj si imel otroke, pa kdaj boš šli od doma, tam si rekla, da eni še do 35 ne želijo biti od doma, kaj bo začel varčevati, ko smo 60 let stari, se malo pohecam, ker eni imajo zdaj pozneje že otroke, ne? Tako da to so res velike cifre. To so lahko razlika med tem, ali boste životarili, ko imate penzijo, ali pa boste v bistvu čist lep dodatek imel. Egon Zakrajšek je tudi zelo lepo povedal, to je zelo rada uporabim njegov citat, in sicer, da varčevanje ni nič drugega kot potrošnja v prihodnosti. Tako da v bistvu to je tako zelo lepo predstavljeno način varčevanja in to v bistvu bi ti moralo spremeniti življenje. Varčevanje ni nič drugega kot potrošnja v prihodnosti. Ja, to je bila tudi moja teza v Ukrajini, danes ni šminke, je pa torbica čez x časa. Govoriva o obrestnem računu. Kevin mi je poslal vprašanje, ali bo sploh čez 40 let obstajal obrestni račun. Ja, dobro, sej mi tukaj za slovenski prevod uporabljamo nekaj, čemur se reče compounding, v obrestni račun. Jaz mislim, da bo vedno obstajal nek, temu se reče, račun sestavljanja rasti, ker compounding je v bistvu neko lepljenje zmesi. In tudi, kar rečeš ti banalno, imaš delnico, pa ti prinese 10%, in si na odnot 100 in je to 110, pa ti naslednji let na isti znesek spet 10, je v bistvu to compounding, se temu reče. Ni to obrestni račun na delniškem trgu, ampak je to v bistvu donosnostni račun, da se tako izrazim. Torej, tudi v okolju ničelnih obrestnih mer, da se malo pohecam, bomo pa v bistvu še bolj gledali na compounding. Koliko časa imamo noter svoj denar v tem strojčku za compounding, za plemenitenje premoženja. Zadnje mesece v bistvu nekako slovensko javnost pretresajo ležarine, marsikaterega upokojenca je strah, ne samo ležarin, ampak tudi inflacije. Skratka, kakšno je tvoje mnenje o tem? Zakaj so ljudje, naše babice, dedki, zdaj totalno prestrašeni? Kar se tiče ležarin, seveda gre za zneske, torej nad 100.000 evrov. Za tako visoke zneske te ljudje si lahko ali prvoščijo iti na več bank, to ne bi bilo nekaj najhujšega, to je ena možnost, mogoče tudi tam kaj vezati pri drugih bankah, recimo sam depozit sklent, tudi za kakšen daljše obdobje, pač ne bojo padli pol pod te ležarine. Druga stvar je pa tako, včeraj sem pogledal malo, kjere države plačujejo recimo obresti, ki so večje od nič in za kakšno ročnost, in recimo, kad tako radi na Hrvaško hodimo, imamo možnost, da če imamo 100.000 evrov, lahko pa kakšne obveznice hrvaške države kupimo, ki nam bo pa plačala več kot nič, konkretno.
Tako da obstaja še neke naložbe, kjer se, če se želimo temu samo izogniti in pač držimo pol tisto naložbo x časa s tem, da to je samo en primer naložbe, teh naložb je še več. Predvsem bi svetoval, da se ne lotevajo stvari, ki niso v njihovem kompetenčnem krogu. Torej, če nič ne veste o vzajemnih skladih, zdaj zato, ker en prav, da pač dajte prestaviti denar tja, ga vi prestavite in niste nikoli varčevali tam, jaz bi rekel, da to je zelo, zelo, zelo vprašljivo početje, ne? Dejte raj postopoma. Druga stvar, govorili smo o nepremičninah, ki naj bi bili drugi nekak ciljna naložba, da se malo pohecam za te ljudi, ki imajo preveč denarja. Enaka stvar, kompetenčni krog je spet pomemben. Pomemben je, da veste, kaj počnete, in tukaj pa pač težava, ker tudi tam ni vse tako premočrtno navzgor. Tako da jaz bi se tukaj izognil tej histeriji, ki jo podžigajo razni svetovalci, v medijih se razpihujejo te stvari, tako da so naložbe, ki prinašajo več kot minus 0,5, že to je, in to varne naložbe, ki prinašajo več kot minus 0,5, ne. Tako bom rekel, nepremičnina pa delnice pa niso super varne naložbe, tako kot depozit. Veliko se je govorilo o inflaciji, kdo pa pravi, da bojo te ležarine tukaj neskončno. Vi boste zdaj investirali v sklad za, 5-10 let ali pa v nepremičnino, čez 24 mesecev pa mogoče ležarin ne bo, ker bo ECB ocenila, da so pa rahli inflacijski pritiski, pa da je lahko mogoče to na minus 0,5, minus 0,01 ali pa nič. In tudi odpravljal to. Tako da to bi tudi mogoče ljudem rekel, da ležarine so prišle čez noč in ne vem, zakaj se predpostavlja, da bojo do neskončnosti z nami. Kupujejo se pa naložbe, ki jih ljudje držijo 10, 20 ali pa 30 let, kot so delnice in vzajemni skladi, kot pač nek izhod iz te krize ležarinske. Zdaj so se toliko zaklepetala, pa nisva najbolj ključnih stvari še obdelala, ampak daj v hiter. Brokerji. Obdelali smo trgovalne platforme s Tonijem Jukićem, nekdanjim borznikom iz Saxo Bank, ki je v bistvu predstavil, kako delujejo platforme, ampak kljub temu so številni še vedno v dilemi, katerega brokerja izbrati, in tukaj smo angažirali analitika Mateja Šimnica iz Capital Genetics, da je pripravil primerjalno tabelo, to bom tudi objavila, povezava bo v opisu podcasta. Da je vam dražno hitro opisati vsebino oziroma mogoče izpostaviti prednosti, slabosti posameznih brokerjev. Mogoče tukaj, dokler iščeš ta Excel, samo toliko povem, da Trading 212 ne sprejema novih vlagateljev. Tudi jaz sem se prijavila in sem še vedno v čakalni vrsti, tako kot marsikdo. Sicer pa lahko povem, da imam jaz 3 brokerje, Interactive Brokers, BKS in pa eToro, slednjim pa ne trgujem. Bolj v raziskovalne namene sem ga odprla. Kaj pa ti, Andraž, kje imaš pa ti trgovalni račun? Jaz sem eden tistih boomerjev, ki smo bili tako srečni, da smo 20 let nazaj odprli račun v ZDA, ker vmes so se pač različne omejitve pač zgodile v EU-ju in kaj in kdo lahko odpre in z katerih držav, in vsi ameriški brokerji ne omogočajo slovenskim državljanom. Torej imam odprt račun že od študentskih let na borzni hiši First Trade, ki ponuja brez provizijsko trgovanje v ZDA, ampak samo v ZDA, da ne pomota. Tako da v bistvu sem zdaj tudi malo ptičev, da se malo pohecam. Evropskih ETF-ov mi ne ponujajo, ameriških načeloma ne bi mogel kupovati, tako da iskreno povedano ta račun pa uporabljam bolj zato, da pač imam nek svoj delniški portfelj, torej sem že malo bolj advanced uporabnik. Če bi se pa mogel danes mogoče odločati, recimo, če bi na nov odpiral, bi jaz verjetno vsem se odločil za Interactive Brokers, glede na to, kaj jaz želim. To pomeni, želim imeti neke določene advanced feature, noter pač tudi nekaj z opcijami počnem, nekaj mi tudi jasen best execution, pač enostavno je več stvari omogoča. Zdaj, mogoče ne vem, če imena naštejemo, kjer smo sploh pregledali, da bojo se poslušalci lažje predstavljali. Torej, imamo tabelo, kjer imamo Interactive Brokers, Cap Traders, Revolut, eToro, Trading 212, IG Index, pa so pa noter še Links Broker, pa Optin Trader,
ključna stvar je tukaj tak, s kakšnim zneskom vstopamo na trg. Pri večjih zneskih se neki minimalne provizije, ki jih imajo določeni brokeri, kot so Interactive Brokers ali pa tudi CapTrader, ki je v bistvu praktično introducing broker, to pomeni, da uporablja infrastrukturo Interactive Brokers, ampak vam daje pač neko malo bolj, rekel, dodaten sloj odnosa. V bistvu oni imajo neke minimalne provizije, zlasti, če govorimo za ETF-e, ki se jih praviloma kupuje na evropskem pač trgu, se jih kupuje na evropskem trgu. Tukaj je neka minimalna provizija 4 evre na sam nakup ETF-a. Tukaj je treba poudariti, da seveda obstajajo drugi brokeri, kot so Revolut, pa eToro, pa Trading 212, ki imajo v resnici popolnoma brezprovizijsko trgovanje, in tudi v bistvu večina le-teh nima ali pa ima izjemno nizke zneske za odpiranje računa. Primer, Interactive Broker sicer nima zneska za odpiranje računa, ima pa CapTrader 2000 evrov. Torej morate imeti že 2000 evrov, da odprete račun. Če boste hoteli v Evropi kupiti ETF, boste plačali najmanj 4 evre, ker ga boste na Xetri recimo kupili. Predvsem, ponavadi je pač to na Xetri, London je pa še rahlo dražji. Zdaj pa rečete, zakaj bi to počel, grem na Revolut, eToro ali pa Trading 212, ker zero commission, na Revolutu ne rabim nič, da odprem račun, itak že takoj lahko začnem kupovati delnice, na eToro rabim 200 evrov, na Trading 212 pa pač 1 evro. Zdaj, kaj je težava? Težava je to, da nabor inštrumentov pa ETF-ov, ki jih vi lahko kupite prek teh 3 posrednikov, je omejen in ne vključuje večino teh tako imenovanih EU UCITS ETF-ov. Ravno zaradi tega, ker če bi hotel ponuditi, mora nekdo pokriti te 4 evre stroškov in pač tukaj so oni šli na omejen nabor in dejansko ne morete slediti praktično receptu, dajte kupiti en ETF na mesec ali pa na 3 mesece, ker enostavno teh ETF-ov na teh platformah večinoma zdaj govorim, mogoče ne boste dobili. Lahko pa, da jih pač boste dobili, ampak so pač neki drugi triki. Torej, za tiste, ki imajo čisto nič ali pa z nič bi radi začeli, pač lahko se malo pohecam, da so bolj ali manj obsojeni na to, da poskusijo prek Trading 212, Revoluta ali pa preko eTora. Recimo eToro sicer ima minimum 200 evrov. Pri čemer je treba poudariti eno stvar. Vsi ti brokerji operirajo na način, kjer prodajajo, večina delnic, ki vam bo jih ponujali, bojo na ameriškem trgu in tam bojo v bistvu, oni služijo na tem, da promet vseh svojih strank odstopijo v izvedbo drugim brokerjem in ker vam niso zaračunali, zaračunajo drugim. Kaj to pomeni? Da omejijo nabor delnic, ki jih boste lahko kupili. Lahko se vam zgodi, da delnice, ki jo vi želite, pač ne bo v njihovem naboru noter. To je možno, predvsem je pa težava lahko pri ETF-ih. Še ena druga stvar, ki se dogaja, je pa to, da v bistvu vsi te posredniki služijo tudi na tak način, da cene, ki se vam prikažejo na vašem grafičnem interfejsu, v bistvu imajo malo maržo naračunano na cene, ki bi jih recimo dobili pri drugem brokerju, ki ima direktno izvedbo na trgu, kot je Interactive, in vam bojo nekaj centov na delnico lahko zaračunali razlike. Pri vsaki prodaji in nakupu vam bojo neki uračunali v ceno, se vi sploh ne boste vedeli, rekli, to je brezprovizijsko trgovanje, zdaj če boste veliko tradali, pa veliko obračali svoj portfelj, lahko to rata tudi relativno drago, ker je nad delnico, recimo. Tako da to so skriti stroški. Mislim, da je eno vprašanje bil od Žiga ali od koga, kaj je fora v bid-ask spreadu, torej razliki med nakupno in prodajno ceno. Vi hočete, da je pri isti delnici, da je ta razlika čim manjša, da ko kupite in prodate, da pač je manjši razkorak. No, recimo pri teh posrednikih, ki sem jih zdaj omenil, oni vračunajo in to ni nobena skrivnost, neki še malo gor v bistvu dajo eno maržico si in od tega polečejo. Zdaj, druga stvar, ki je pa zelo lahko nevarna, mogoče vseh teh, je pa, da oni v resnici niso fokusirani na trgovanje z delnicami in ETF in brezprovizijsko, ampak so fokusirani na trgovanje z izvedenimi finančnimi inštrumenti. To pomeni, da izjemno zlahka, če vi ugotovite, da imate samo 100 evrov, vam on ponudi, kupite za 500, ampak bom tistih 400 evrov vam bo dal broker.
in boste, brez da bi sploh točen vedel, vse se vidi, napiše ti, ampak tisti trenutek, ko ti vzameš denar od brokerja, ga sposodaš, je to CFD. Kaj vam pa tam računajo, to je pa tudi Toni povedal, tam se seveda pa računajo. Obresti, najsposojena stanja, pol, če pelete ta CFD čez vikende in ne vem kaj česti, neke overnight charges, pa ne vem kaj vse govoril. Torej, v bistvu, tukaj si hitro lahko zgubite občutek, kaj vse vam sploh broker računa. Tako da, jaz bi malo razmislil, da ne vem, bi si naredil nek plan, če res nimate 100 ali 1000 evrov na lagerju, da v bistvu jih mogoče malo toliko prevrčujete in se pol odločite, če ne bi vsem por nekom, ki ima bolj transparentno stroške obračunane. Ne bom pa rekel, da eToro recimo ali pa Trading 212 ali pa Revolut ni lahko nek začetek, ampak morate zelo dobro vedeti, da pač te brokeri niso usmerjeni v ta imenovani best execution, torej najboljšo možno izvedbo za svojo stranko, ampak morajo vam na lep način malo pod kožo, na vsakem koncu malo odrezati stran od pač te vašega mušnička. To je pa dejstvo. Mogoče Matej je bil tisti, ki je omenil oziroma opozarjal na nevarnost bid-ask spreada. Žiga je pa želel vedeti o toku naročil oziroma order flow in kaj počnejo brokeri s tokom naročil. Zlasti te brezprovizijski, kot so Trading 212, eToro, Revolut, Robinhood v ZDA, pač Robinhooda ni v EU, zato ga niti ne omenjam, ampak vsi ti trije zberejo vsa naročila in potem jih dajo, v bistvu zapakirajo paket in pošljajo k brokerju, ki je market maker, torej on nekako izvrši te naročila. In zato, ker so mu dostavili tok naročil, ker market maker pa spet mečkan zasluži na izvedbi, v bistvu jim on plača. Torej, on plača za to, da ima stalen pritok, da voda skozi teče na nek način. In to je približno tako, kot sem se malo hecal v podcastu, kdo je tu v resnici produkt. Naš volumen, ki ga ustvarjamo, naše informacije, z vsem tem te družbe v bistvu to skušajo monetizirati. Tako podatke o uporabnikih, kot tudi tok naročil in volumna. In ker mi za to ne plačamo, jim dajemo pravzaprav z pristopom k pogojem poslovanja pravico, da oni to počnejo in na posreden način na nas služijo. Okay, to bomo objavili tudi na spletu, to tabelo, tako da si bo vsak lahko tudi podrobneje pogledal. A greva zdaj še na ETF-e. Največje presenečenje je bilo zagotovo spoznanje, da prek slovenskih brokerjev lahko kupujemo vse te priljubljene ameriške ETF-e, katerih izdajatelji so dejansko v ZDA in nimajo tega famoznega KID-a, to je ta posebni dokument. O tem se sicer potiho govorilo, nikoli seveda javno, zdaj smo tudi izvedeli zakaj, ker imajo prepoved trženja. Te prednosti, recimo temu tako, to nam je sporočil regulator, torej Agencija za trg vrednostnih papirjev. Možno seveda je prodaja z podpisom dokumenta, ki se mu reče obratna solicitacija, kar pomeni, da vlagatelj sprejme vsa tveganja vezana na določen produkt, ki ga kupuje. Čeprav je to v bistvu načeloma lahko zelo dobra novica za slovenske vlagatelje, da imajo možnost vseeno kupovati ameriške ETF-e, katerih izdajatelji so v ZDA in so izredno priljubljeni med vlagatelji v ZDA. In ni potrebno biti profesionalni vlagatelj, pa je na drugi strani tudi slaba novica ta, da slovenski brokerji so v primerjavi s tujimi precej dražji. Zdaj, vsi, ki poslujejo v Sloveniji, morajo preko nekega posrednika v bistvu iti na trg in hkrati, ker je njihov obseg poslovanja relativno majhen, seveda naj oni založili še za neke stroške skrbništva za svoje stranke in take stvari, ker jim tudi ne posojajo denar in nimajo celovitega, nekih vzvodov. In zdaj, kaj se zgodi? To pomeni, da morate plačati slovenskega brokerja za to storitev, ker je preveril, a ste vi dovolj sofisticirani, da lahko kupite ARK Innovation, dajmo temu tako reči. Plačali ste za dostop do trga posredno našemu brokerju, ampak njemu zaračuna tuj broker, torej morate stroške tujega borznega posrednika, pa morate pa še stroške poravnave ali pa včasih še kakšne druge stvari zraven plačati. In to se zlahka sešteje tudi na zahodnih trgih, ne vem, na 30 evrov recimo, in zdaj pa kaj to pomeni? Če že to poslujete prek takega borznega posrednika, je to primerno za vlagatelje, ki ima ustrezno visoke zneske, zato da se ta odstotek, koliko znaša ta strošek nakupa, spusti mogoče na, ne vem, 0,nekaj% in mogoče to sprejemljivo. Zato, da boste pa 100 evrov ARK Innovation nakupili prek slovenskega brokerja in vam bo on zaračunal 35 evrov, pa
ne vem, more pa kaj ti hudičev dobro še 5 let delati, da se vam bo ta igra išla, ali pa te vsakič 35% denarja pustili v verigi borznih posrednikov. Ne? Tudi na evropskih tleh najdemo čist primerljive oziroma podobne ETF-e, katerih so tudi v bistvu ameriški izdajatelji, ampak imajo dovoljenje KIT oziroma so primerni za prodajo na evropskih tleh. In Nikola Malkovič nam je v bistvu tudi pripravil seznam vseh teh ETF-ov, povezavo bom še enkrat objavila. Nikola je svetoval predvsem akumulacijske ETF-e, to so tisti, ki ne izplačujejo dividend, to si ti že Andraž nekaj omenil. Če se pa odločimo za distribucijske ETF-e, boste morali sproti plačevati davke in boste pač imeli delo za izpolnjevanjem napovedi za odmero davkov. Mogoče sam še to vas spomnim, da veliko koristnih informacij najdete na spletni strani Just ETF. No, zdaj pa reva še na vprašanja. Dobili smo kar nekaj, tako da sem izbrala recimo temu jagodi nabor teh vprašanj. Uroš sprašuje, kateri ETF-i so za Evropejce najbližji Vanguardovim. Vanguard, mogoče samo toliko za pojasnilo, ustanovitelj Vanguard Grupa je bil John Bogle, on je oče pasivnega indeksnega investiranja. Začeli so z indeksnimi vzajemnimi skladi, o tem je govoril tudi Kruno Abramovič, potem pa so se razvili iz tega tudi ETF-i, kot jih poznamo danes. Svetujem, da si preberete kakšno knjigo o Boglu. Bil je tudi precej kritičen do ETF-ov, ki rastejo kot gobe po dežju in sledijo vsem možnim naložbam, malo da ne še lastni senci. Torej, Andraž, daj mi povej, kateri so tisti, ki so najbližje Vanguardovim, ameriškim US ETF-om? Mislim, da tukaj vprašanje, ki smo ga imeli, se je predvsem nanašal na en specifičen ETF od Vanguarda. Vanguard je danes ena največjih družb za upravljanje, ki ponujajo pasivne investicijske strategije. Predvsem značilnost je, da imajo izjemno nizke stroške. Konkretno VTI US, Vanguard Total Stock Market ETF, torej to je ETF, ki cel naj bi bolj ali manj cel trg, praktično 3500 ameriških delnic pokrival, ima konkretno ta celotni strošek poslovanja, poslušajte, 0,03%. In zdaj, seveda, poslušalec se je vprašal, zakaj pa ne morem zdaj tega kupiti, ali je v Evropi nekaj takega. Torej, najprej se moramo vprašati, kakšnemu indeksu pa sploh sledi VTI. VTI sledi indeksu, ki ga Chicago Booth, to je pač v bistvu nek inštitut univerze čikaške, ponuja CRSP, Total Market Index, in je nekaj podobnega kot nek drug, dajmo tako reči, če imamo S&P 500, ima 500 največjih podjetij, tam pa 3500 največjih podjetij. In zdaj vprašanje je seveda, ali imamo v Evropi kakšen podoben ETF. Zdaj, nimamo ETF-a, ki bi sledil prav temu indeksu. Kaj je pa razlika med 500 največjih pa 3500? Iskreno povedano, pogledal sem donose v 10 letih, mišja dlaka je razlika. Včasih je unih 3500 delnic za nič cela neki več donosa ustvarjali, včasih je pa glih 500 največjih delnic malo več ustvarjali. Torej, da vtekle masovno izgubili ali pa pridobili neki, ker imate neki na S&P 500 ali pa na CRSP Total Market. Ne, zdaj pa sem rekel, ok, ampak dajmo vse najdeti ETF-a. Imamo indeks MSCI USA, ki je širši od S&P 500 in recimo sem rekel, ali imamo v Evropi ETF, ki je zelo, zelo poceni in sledi MSCI USA, in tudi pogledati sem šel, koliko se je res razlikoval donos tega VTI US in tega evropskega ETF-a. No, in glej ga zlomka, ravno s pomočjo Bloomberga, pa Just ETF je tudi čisto dovolj, boste tudi tam najdel, če boste sami iskali, izberete indeks MSCI USA. Najcenejši, kar se tiče upravljanja, je ETF družbe Invesco, ki sledi MSCI USA. Kotira v Londonu in na Xetri, in v bistvu tudi, kar se tega tiče, vam lahko povem že kar v živo tiker, mal daljši je SMSUSA, GR je pa Nemčija. Bomo to mogoče tudi naknadno objavili, ampak pogledal sem donose in ni bistvene razlike in sam strošek total expense ratio je bil pa 0,05. Tako da govorimo o drugi decimalki. Ko so prej govorili o upravljalskih provizijah, ali bo 2 ali 2,5 ali 2,7, klepa se kregamo, ali lahko dobimo namas, ne vem, 0,05, 0,03.
mislim, da smo že zdavnaj v golu noter žogo, no, da se malo pohecam. No, zdaj, ko govoriš o tako nizkih stroških, pa daj omeni še mogoče to novost, in sicer, da bomo tudi v Evropi dobili ETF-e z 0% terom oziroma celotnimi stroški poslovanja. To govoriš konkretno o ETF-u na zlato, če se ja, to, kar je Žiga spraševal. Ja, da pač obstaja. No, seveda je trik v podrobnostih. Jaz sem šel tudi pogledat, malo po forumih, malo tudi samega emitenta in izkazalo se je, da sicer res, da ne zaračunavajo upravljalske provizije, ampak se ločeno zaračunava tistim, ki držijo za stranke ta ETF na zlato, dodatna v bistvu, temu se reče, nadomestilo za imetništvo tega ETF-a. In temu se reče above the line, below the line. Sicer je nič upravljanje, ampak so pa stroški za tako imenovano skladiščenje teh delnic, da se malo pohecam, ki se pa zaračunajo, ker jih pa v bistvu zaračuna borza brokerjem in kad ti to držiš na ksetri, oni prevalijo to na tebe in pol je to 0,36. Evo, tako. Obnovil sem tudi, hvala Žiga, moje znanje nemščine pri tem. Okay, da skratka, omenjala sva Žigata, pa Nejca in še nekatere druge. So to naši zvesti poslušalci, s katerim debatiramo tudi na našem Discord kanalu MoneyHow. Bom dala tudi povezavo, če želite se vključiti v našo debato, ste seveda vsi zelo, zelo dobrodošli. Mogoče samo še eno stvar, ker ne želim ostati Žigu dolžen. On je tudi omenjal ETF-e od Bank of New York Mellon, ki naj bi imeli ničelni celotni strošek poslovanja. In se je sprašal, kako je to možno. Mislim, sej razlika med 0,05 in nič res, moram reči, ni tako velika, ampak vseeno je nič. To pa zaradi tega, ker sem se študiral poslovni model in lahko povem dve stvari. Da Bank of New York Mellon, seveda ETF-i služijo tudi na posojanju delnic hedge fundom in tistim, ki jih shortajo. Torej služijo obresti na tem in dejstvo je, da tukaj v bistvu imajo tako pravila napisana, da te prihodki, ki jih od posojanja delnic dobi ETF, v bistvu se najprej grejo za pokrivanje stroškov in načeloma, rekel, če so te prihodki višji od siceršnjih stroškov upravljanja, je načeloma to nič. Potem pa še drug trik, imajo, glej ga zlomka, tudi borzno posredništvo. Torej so stranke, ki kupujejo ETF-e tudi pri njih in seveda lahko zelo veliko tudi na samem trgovanju, pa pri samem prodaju flova naprej služijo. Torej, spet znova, mogoče Tonijev napotek, če nekaj ne obstaja, pa ni logično, potem mora broker od nekoga drugega dobiti. In dejstvo, da oni dobijo na drugi strani in se zato tako agresivno to ponudili. Skratka, ni zastonj kosil. Pozabila sva še odgovoriti na eno vprašanje in sicer vezano na nižanje obrestnih mer, bančna posojila. Marsikdo je sedaj se ujel v to zgodbo, da se da znižati obrestno mero. Ti si že dvakrat za svoje stanovanjsko posojilo znižal obrestno mero. Mogoče lahko ti deliš z nami to tvojo izkušnjo in pa še kaj ekstra poveš o tem famoznem nižanju obrestnih mer. Ja, sej na srečo ne bo dolga zgodba, ker je relativno enostavno. Pač najel sem posojilo za nakup svojega prvega stanovanja ob prvi zaposlitvi, takrat sem prihajal z fakultete in na začetku je bilo seveda to posojilo vezano na Euribor z relativno visokim pribitkom, mislim, da sem v 2,7 ali nekaj takega v tistih časih, pa lepo prosim, Euribor je takrat bil 4-5%. Tako da, huda obrestna mera, kje je zdaj to danes, kaj se vsi pritožujete, da se malo pohecam. No? In seveda srečo sem mu, ker je Euribor padal, pa takrat, rekel, je bilo tudi na okolje, seveda takrat sem posojilo to je bilo še pred finančno krizo in sem prvič znižal v bistvu pribitek in takrat je šel pribitek pod 2%, pa sem ga pa še enkrat znižal in mislim, da je ta pribitek, sem moral sploh preveriti, mislim, da sem nekje na 1,5 na konc končal, pa sem pa pustil primiril. In srečno zniževanje obrestnih mer, Euriborja, mojih obresti, torej obresti so relativno irrelevanten faktor za mene. Ne? To je bila ena mojih najboljših finančnih odločitev, čeprav moram reči, da nisem vedel točno, da se v to zgodil, da se malo pohecam, ker danes je obrok relativno nizek in po drugi strani seveda je pa stanovanje bistveno več uredno, kot je bilo takrat. Ne. Ena stvar tudi, ki se je meni zgodila, še zmeraj v klauzuli noter negativni Euribor, ker mi jo ne morejo ex post spremeniti. Torej zame je še zmeraj velja minus 0,5% plus pribitek. Ne. Tako da meni se osebno niti zrefinancirati ne splača, ker
enostavno, če grem danes refinancirati, bom dobil mogoče, ne vem, 2%, ok, ročno se zdaj 10 let, mogoče 1,8, in nisem dober kandidat, ker dejansko, pa ne skrbi me, da bo zdaj obrestna, da bo Euribor šel hiter na 1 ali pa kaj takega, tako, pol bom že malo skočil, recimo pa razmislil o tem. Torej, pogajajte se vedno. To, da tega ne naredite, zgubljate denar. In meni je najbolj grozen, ker so zdaj neki guruji po televizijah in ne vem, kaj jim pravijo, joj, vzeli smo 20 let vašega posojila, pa smo obrestno mero, ki imate vi na 3 spremenili na 2 in prihranke 20,000 evrov. Ne moj, ali kaj točen. Kaj zdaj hočeš ti meni povedati? Povedal vam je samo eno stvar. Če greste vi zdaj na banko in zahtevate novo ponudbo in vam izračunajo, koliko obresti je v preostali dobi, seveda nižje. Seveda, če ste prej imeli 3 ali pa 4 fiksno, ali pa ne vem, koliko ste imeli, če ste fiksno vzeli, recimo, ker toliko so bile včasih fiksne in greste zdaj refinancirati, ker lahko za 15 let dobite mogoče 20, blizu 2. Za 15 let mogli pod 2 v resnici dobiti. In torej, kaj naredite, če imate posojilo za fiksno obrestno mero, takoj na banko, takoj po praznikih, kar na banko, prošljam, dajte nam nižjo ponudbo, slišali, da smo akcije in takoj pa idete refinancirati. Obstoječe posojilo sploh ne treba ponovno hipoteke zalagati, vam bojo samo pač nekako odobrili zelo hitro. Tako da, Bog ne dej, ne rabite benga svetovalca, ne plačujte ljudem 100-200 evrov in ne hodite mi k tem ljudem, ki vam s kalkulatorji računajo vaše prihranke. Ta najpomembnejši kalkulator je v vaši banki, to je konkretna ponudba, sam tjapajte. To je vse, kar morate narediti. To je prva stvar. Pri tistih, ki imate pa variabilno obrestno mero, tam morate pa majčkeno tudi preračunati. Zdaj, mogoče za tiste, ki dejansko imate že klauzulo, da Euribor ni manj kot nič, če tudi je manj kot nič, pri tistih se vam pa res mogoče splača to fiksirati. Bi pa opozoril eno stvar, ki pa mene je to malo presenetilo, če je iskreno, ko vsi norijo, nizke obrestne mere so in gor dol. Moram reči, da zadnje 3-4 mesece so se kar opazno dvignile dolgoročne obrestne mere na medbančnem trgu. In to tako, 15-letna, 20-letna za okrog 0,5 odstotne točke. Če je bila prej na nič, je zdaj 0,5. Tukaj mogoče velja izkoristiti dejstvo, da so slovenske banke preplavljene z depoziti in za njih še zmer velja, da se jim splača tudi z bistveno nižjim maržam financirati prebivalstvo. Je pa res, da je zgodba refinanciranja za banke kot v agregatu lose-lose. Torej, ena banka, ki je računala 3, bo zdaj izgubila, ker bo ali ona mogla znižati, ali pa druga banka je vzela stranko. Tako da sezona refinanciranja je tukaj, ne rabite pametnih svetovalcev in kupovati, nekih priročnikov in bog si ga vedi česa. Ne, rabite samo 3 ponudbe z bank, pejte kaj preveriti, koliko vam dajo, hvala lepa. To je vse, in potem odločitev, katera je najbolj ugodna. Pa razliko lepo prosim, ne noreti nujno poplačevati posojila z danes na jutr, če niste čisto načrtovali svoje življenje, saj ta prihranek lahko mogoče dejansko uporabite tudi, da kaj privarčujete. Ta zgodba, dajmo najprej kredit odplačati, pa polkamo 50 let stari, se malo spraviti vrčevati, ko v delniški trg po možnosti, bog si ga vedi, koliko drag, je tudi nekaj, kar iskreno povedano, kaj jaz to slišam, srečam, to ni res, da ti ne moreš laufati in plavati, tudi za triatlon smo že slišali v življenju. Pomembno je samo to, da tvoji dohodki zelo udobno presegajo obrok kredita. Pa še en trik obstaja, to je pa ta denarna rezerva, ki imajo ljudje, če se vam kaj zelo imejte za 6 mesecev kredita na lagerju, boste pač se vmes na noge postavili, ali pa če ste bolj konzervativni, pa 12 mesecev. To je tudi eno osnovno pravilo osebnih financ, pač ta varnostna rezerva, 6-mesečnih je nekako praviloma stroškov, lahko pa seveda več oziroma manj, kolikor pač važno je, da imaš. Jaz sem tudi recimo Klari, s katero smo se pogovarjali v podcastu In Bed with Klara, sem v bistvu tudi svetovala oziroma povedala, da praviloma se začne ta varnostna rezerva graditi že v rani mladosti, v najstniških letih. Ko govorim zdaj o tem podcastu, je pa zanimivo, Žiga, predvidevam, da je tudi poslušal ta podcast, ga je presenetilo to, ko sem rekla, da sem zapustila oziroma šla iz cone udobja v cono neudobja in ga je zanimalo ravno to, ali so bili izpolnjeni nekateri pogoji in kateri pogoji, recimo malo denarne rezerve ali pa zagotovljen nadaljnji posel, služba in tako dalje. Skratka,
Lahko povem jaz za svoj primer, Andraž, potem boš pa še ti za svojega povedal, ker ti si tudi skočil v cono neudobja, iz cone udobja. Pri meni je bilo zelo enostavno. Jaz sem v bistvu gradila nekako to finančno zaledje ali pa nekako to rezervo že kar precej časa. Moram priznati, da se nisem pripravljala na to, da bom skočila v cono neudobja. Ta cona neudobja me je nekako ujela. Upirala sem se več časa, približno 2 do 3 leta. Nekako sem si govorila, sej bo. Ampak potem pride spoznanje, da pač enostavno ti ne moreš spreminjati okolice, ampak ne smeš pa dovolj, da okolica spremeni tebe. Tako da sprejela sem odločitev in da dam odpoved. Imela sem položaj, recimo temu, ko bila sem odgovorna urednica, cel finančni svet, sektor me pozna, vedo, kdo sem, kaj sem, česa sem sposobna. In težko je bilo v bistvu takrat sprejeti to odločitev, tudi predvsem zaradi tega, ker sem postavila kar nekaj zelo dobrih zgodb in mi je bilo težko pustiti te zgodbe na financah, ampak te zgodbe je bilo treba pustiti in skočiti v to cono neudobja. Zdaj, če ti želiš sprejemati svobodno odločitve v življenju, potem rabiš neko finančno zaledje. Moram priznati, da sem dobila tudi kar nekaj ponudb, nisem iskala takrat službe aktivno, tako da nekaj je bilo, ampak morate vedeti, da tako kot smo se pogovarjali preko športnikih, treba je trdo delati. Jaz sem delala po 15-16 ur na dan, tudi včasih po cele vikende. Imela sem zelo majhno ekipo in s to majhno ekipo smo v bistvu uspeli zgraditi zelo lepo zgodbo. Jaz mislim, da prva stvar, ki jo moraš pri sebi razčistiti, je v bistvu, kakšno imaš nekako finančno zaledje, da to lahko narediš, samozavest, da lahko normalne odločitve sprejemam, da ne bo noben, da si ne bom pritisnil na glavo neko pištolo, zdaj moraš pa jutri ne vem kaj narediti. Ne. Tako da mora to dozoreti malo tebi, to je dejstvo. Je pa veliko izgovorov včasih, zakaj tega ne bi naredil, ker to pa pomeni, da se pol nikoli pa ne lotiš tega in nikoli ne boš pripravljen in boš celo malo sistematično samega sebe miniral, da boš na nek način v tej konstantni coni, sploh ne neudobju, ampak nemogoči coni. Smo pa res mojstri iskani v izgovorov. Recimo, jaz dostikrat sem slišala, da si nekaj ne moreš privoščiti. Ne morem si privoščiti narediti koraka naprej, ker imam otroke. Ne morem si privoščiti otroka, ne morem si privoščiti dati odpovedi, ne morem si privoščiti ločitve, ne morem. Vedno to poslušam in mi je v bistvu zelo fascinantno, koliko energije vložimo v ne morem, namesto da bi razmišljal v smislu zmorem. Tako da, jaz mislim, da sva več ali manj, nisva še odgovorila na vsa vprašanja, ampak se je pogovor kar precej zavlekel. Tako da, Andraž, najlepša hvala. Hvala tudi tebi in bilo mi je v veselje. Za marsikoga bo varčevanje oziroma investiranje cona neudobja, vendar če se želimo zagotoviti lepo prihodnost, potem je to neizbežno. Zato izgovori tu ne pridejo v poštev. Hvala vsem, da nas poslušate. Vsak dan več vas je in iskrena hvala za zaupanje. Naj vam informacije, ki jih slišite v podcastu, koristijo pri upravljanju vašega denarja. Pazite, komu zaupate svoj denar. Veliko jih je na preži za vašimi evri, zato previdno. Okolje je razgreto in v takšnem okolju svoje priložnosti iščejo tudi številni prevaranti in kvazi finančni svetovalci. Naj vas ne zavedejo lepe obleke, dobri avtomobili, lepe pisarne, zveneči nazivi ali fancy besede. Sploh pa se pazite tistih, ki vas poskušajo z ustrahovanjem spraviti do tega, da odprete denarnico. Ni potrebno daleč v zgodovino, da vidimo, da se v lepih preoblekah lahko skrivajo tudi zveri. Spomnimo se prevar Financas Forex, FX Run, Unajko, Luxuris, številne ICO zgodbe. Brez skrbi, tudi o teh bomo še govorili. Spomnimo pa se tudi največjega goljufa tega stoletja, če ne celo tisočletja. Bil je pravi volk v preobleki prijaznega dedka. Sredi aprila je v zaporu umrl Bernie Madoff, ki je bil ne le eden večjih filantropov tega časa, pač pa tudi ugleden borznik in celo predsednik borze Nasdaq. Torej, fake it till you make it. Madoffa se ne bomo spominjali po njegovih dobrih dejanjih, pač pa po največji ponzi shemi, ki je uničila življenje več kot 20 000 Američanov.
Madoff jim ni ukradel le denarja, ampak tudi pokojnino in finančno varnost. Prevara se je razkrila kmalu po finančnem zlomu leta 2008. Kaj se je po 12 letih stalne borzne rasti skriva pod površjem, bomo še videli. Ura resnice bo slej ko prej prišla. Kot rečeno, nekaj vprašanj je še ostalo neodgovorjenih, na te vam bom pisno odgovorila. V tem podcastu Money Log smo utrjevali slišano iz prejšnjih podcastov, omenjali smo Krunota Abramoviča, ki je predstavil vzajemne sklade, Tonija Jukiča, ki je pojasnil, kako delujejo trgovalne platforme, Nikola Malkovič, ki nam je predstavil ETF-e in pripravil tudi seznam ETF-ov, Egon Zakrajšek, centralni bankir iz ameriške centralne banke, nam je predstavil, kako deluje ekonomija in bančni sistem. Z Andražem Grahkom pa sem pripravila uvodni borzni podcast. Andraž je, kot ste že slišali, nekdanji upravljalec premoženja oziroma direktor naložbenega sektorja ter direktor in soustanovitelj podjetja Capital Genetics. Je pa tudi eden glavnih navigatorjev odprtega ekosistema znanja Business Space, v katerem deluje tudi podcast MoneyHow. Če imate kakršnokoli vprašanje, mi pišite na marja@businessspace.com ali preko katerega od družbenih omrežij. Ne pozabite se naročiti na brezplačno e-pismo preko spleta businessspace.com. Naročite se tudi na podcast MoneyHow, zelo bom vesela, če boste posredovali informacijo o podcastu prijateljem, znancem, sorodnikom in vsem, za katere menite, da bi jim lahko vsebina koristila. Poslušajte MoneyHow, ne bo vam žal. Lep pozdrav!